Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Danes sem s tabo Monika in z mano sedi ena ful fajn punca. Živijo! To je pa Gaja Hribernik, ki jo verjetno poznate že iz TikToka ali pa Instagrama, Pink Mesa, tvojega podcasta. Tako da živijo, Gaja. Živijo. Kako si kaj? Jaz sem danes super, sicer v zunaj je malo bolj slabo vreme in sem tako ampak zdaj, ko sem tukaj, sem dober. Tako da se veselim. Ker sva se že imela na Pink Mesu tako dobro, verjamem, da bo danes tudi fajn. Da bo fajn. Daj vam mogoče vseeno malo povedati, s čim se ti ukvarjaš. Torej, jaz primarno sem začela objavljati na TikTok in pol se je to razvil kar v mojo službo. Zdaj pa objavljam na TikToku, na Instagramu redno in pa, sicer zdaj imam malo pauze, ne vem, kdaj bo ta podcast prišel ven. Redno drugače objavljam tudi svoj podcast Pink Mes, vsako nedeljo ob 10. Ja, to pa je v bistvu to o meni. Veliko snemam. Tvoj kontent se je tako spremenil, se mi zdi, da čez čas. A si ti na začetku si bolj imela tako fitness content pa to? Ja. Če se prav spomnim. Moj kontent se je ful spremenil. Na začetku sem bila čist fitness influencer, v bistvu sem sam to objavljala, kaj jem, kako treniram. Pol pa, ko se je moje življenje malo spremenilo in šlo v to, da pač ni bilo več toliko fitness focused, se je pa pač iz tega spremenil tudi moj content. Zaradi tega, ker vseeno jaz objavljam to, kar se mi dogaja v življenju in ko pač sem imela probleme, ker je bilo pa malo manj fitnessa, je s tem pač tudi content postal drugačen. Ja, pa se prav, da pač je iskreno, pa pač to, kar se ti res dogaja. Ja, in mi je tako tudi v redu, da je pač še kar, v bistvu je zdaj ful malo fitnessa. V bistvu izgleda, da sploh ne treniram več, še kar treniram. Jaz vestno spremljam tvoje storije, tako da vidim, da treniraš. Ja, na storijih, evo, vidijo, da treniram. Na storijih, ja. Kako si pa recimo za Pink Mes, kako si prišla do ideje za podcast? Jaz se mi je vedno zdel, da, ne, tako je bilo. Moj partner Andrej tudi dosti objavlja na TikTok in njegov stil je bil tak, oziroma je še kar vedno tak, da pač vsebina mora biti čim bolj strnjena, čim krajša, kakor tako kao fast vse. Pri meni je bilo pa tako, da jaz imam veliko za povedati. In pač pri meni so TikToki lahko dolgi včasih tudi, ne vem, 3-4 minute. Story time. Ja, story time. Pa še to se mi zdi, da moram ful ven rezati. In sem tako, oh my god, jaz pač imam toliko več za povedati, kakor lahko delim na TikToku. Jaz bi rabila podcast in pa sem ful časa razmišljala o tem podcastu. Nisem hotela imeti navadnega podcasta, da je, ne vem, sam nek intervju, ker se mi zdi, da pač pol moraš res konstantno skozi iskati goste. Hotela sem nekaj, kar lahko ljudje gledajo, ne glede na to, ali oni poznajo osebo, ki je na podcastu, ali pa ne, da je tako nasplošno zanimivo. Spremljala sem tudi sama veliko podcastov, ki so komentirali te Reddit zgodbice in sem tako, oh my god, tega še v Sloveniji ni. In pol po ene letu, pa pol 2 letih, če ne razmišljanja, sem tako, ok, čas je, daj začnimo ta podcast. In smo začeli. To si kar nekaj časa razmišljala pol v bistvu? Ful sem razmišljala zaradi tega, ker nisem vedela sploh, kako se lotiti podcasta. To je bilo prvo, nisem vedela, kaj zdaj jaz to snimam doma, ali moram imeti studio, kako se to da skup. Tako da ja. Nekaj dela. Ja, pa da se spravi zraven, pač, ker sem tako, ok, pač to mora biti moj podcast, ker nekaj časa sem tudi ful Andreja nagovarjala, dajva neki skup, ampak on je itak že imel svoj YouTube in to in je bil tako, pač jaz nimam časa še za to, pa daj si ti želiš podcast in me je bilo ful strah, tako da sem zato toliko čakala. Ampak verjetno je fajn, da si malo vstopila iz te cone obdobja, a ne pa naredila to. Ja, definitivno. Sem vesela, da sem naredila to. Ful cute. Je Luška podcast, pa na TV je tudi prišel, Ana, da? Ja, tudi na TV Aktual, pa TV Veseljak Golica je. Pa na te 2 aplikaciji. Pa na te 2. Pa je že nekaj na tema, ne, če so tako te dali. Fajn. Zdaj, zanj sem bila jaz pri tebi gostja, oziroma Svetožitka je bil pri tebi gost in sva komentirali neke spicy zgodbice, tako da sva imeli že tam tematiko malo spolnost, tako da... Drugače, ko sva končali s podcastom, mislim, ne, ko sva končala, ampak zdaj tako, ko iščem zgodbice za nove podcaste, tako večkrat naletim na kako zgodbico, ko sem tako, oh my god, to bi mogla dati Moniki za komentirati. Part 2 pol posnet. Ja, res. Se mi zdi, da se kar najdejo te take zanimive situacije glede spolnosti. Vse. Tako da, ja. Danes bova pa malo zamenjali vloge vmes tebe.
Zašliševala. Živčna. Dobro, mogoče malo začeli z enimi random vprašanji, tako da se malo sprostiva. Pa ta vprašanja sem vprašala tudi naše sledilce. So pa res full random. No. Okay. Tako da, ampak so cute, meni se je zdel cute tako malo. Se pravi, prvo vprašanje je, če bi bila ti lubrikant, kjer ga okusa bi bila? Ne vem, zakaj zdaj na prvo žogo bi rekla lubenica, ampak jaz ne maram pač okusa lubenice. A tega umetnega ali ta pravega? Ne, tega umetnega. Pač obožujem lubenico, sam vse, kar je z okusom lubenice, mi ni dobro. Tako da ne vem, zakaj. Pač full fake. Tako da pa moje v resnici bi bila kakšna češnja. Češnja? Ja, to je dosti nice. Ja, to mi je nice okus. Ja. Jaz bi bila kava, ker pač kava. In zdaj, ko si to rekla, ja? še kar imam slabo vest, ker takrat, ko si ti prišla, nisem imela kave. Vse si mi probala samačo prvič v življenju in bilo je dobro. Dobro si naredila. Ja, ampak je nom nikoli več pila. Ne, v redu je bilo. Mislim, če bi mi jo kdo ponudil, pa je tako dobro naredil, kad ti pol bi jo spila. Hvala. Drugač, jaz bi bila kava, sledilci so pa v večinoma odgovarjali, pač jagoda je bil najbolj pogost in pa tam je bil ful zanimiv, pa sem mislila, da mogoče še tudi ti rekla in je napisal Red Bull. Red Bull, drugač, moj najljubši, sploh nisem rekla svojega najljubšega, jaz še nikoli nisem probala lubrikanta, z okusom češnje. Ja. Moj najljubši je drugač jagoda. Ja. Ali pa cotton candy, ampak on je res sladek. Je. Ja. Pa lepljiv. Ja, mogoče, ja. Pa se je malo odvisen. Ja. Malo odvisen tudi od znamke, eni so bolj gosti, eni so bolj redki. Je pa res, da eno so pravni stimulacijski gelčki, ki niso lubrikanti, tisti so ponavadi bolj gosti. Ok, te zanima, kaj so kaj odgovorili? Za to? Ja, si rekla. Jagoda pa... Jagoda. Tale mi je bil ful zanimiv. Čokolada s čilijem. Spicy? Spicy. Mango se je pojavil tudi vmes, pinja kolada, pivo. Aperol mogoče? Ne, to ne. Zanimivo, da se noben ni spomnil tega. Vanilija, mango. Aha, to je moj odgovor, lol. Zrečajen je tudi odgovor kava, to sem bila jaz. Lubenica je bila, ampak ja, največ so bili pa pač jagoda. In češnja je tudi lej. Aha, evo. Ok. Nekdo razmišlja isto kot jaz. Tako je. A si kdaj kupila kaj porednega, se pravi pač kakšno igračko ali pa karkoli v tej smeri, za prijateljco, se pravi, da je bilo v resnici pač zate? A veš, da ne? Pač mogoče kondome, ko sem bila... Ko si bila mlajša? Mlajša, sam iskreno ne vem, če so bili zame. Po moje, da so bili res za prijateljco. Da so bili res. A veš, ko se nam je zdel toliko fun, ko smo bili stari 16, da smo si za rojstni dan kupovali, ne vem, kondome ali pa vibratorje. Ampak ne, nikoli, zaradi tega, ker prvo naročilo, ko sem ga naredila za sebe, je bilo dejansko prek sveta užitka in pač se mi ni bilo treba skrivati, ne, ker je tako prišel na dom. Na dom pa naši diskretni paketi. Ne, v bistvu ne. Ja, to pa ful nice v bistvu. Cute. Ja, škoda, sem mislila, da imela kako zanimivo zgodbo, pa da nimam. Mogoče še boš. Drugač, sledilci so pa odgovorili... Pa še ti moraš povedati. Ja, še, ne, po moje, da ne. Ne. Mi smo drugač radi, do tega vas še prišli, pa mi smo drugač radi šli v sex shop, ki je bil v BTC-ju bil en ful ogromen pred leti. In so imeli, takrat se spomnim, se zdaj imajo še zmer kakšni masturbatorji, so imeli tako zraven, da si lahko probil material in so bile vne bunkice tako in si smo pa ti štokali, ampak dejansko nikoli nismo nič kupali. Tako da ja, pač sem prišel, smo se hihitati tja. Jaz drugač, ne vem, če je to pa vprašanje, ampak jaz nisem bila v sex shopu nikoli do lani, ko sem iskala darilo za Valentinovo in sem isto prišla v Svet užitka prvič v BTC-ju. In pol sem šla lani še v Londonu, ampak drugač pa nikoli. Ja. Nikoli. Pa se mi zdi, da zdaj, ker nam je vse tako prek spleta dostopen, da je tako nasplošno tega mogoče manj. Ja, pa pač raj naročim prek spleta, ok, zdaj mi ne bi bilo bed iti v sex shop, sam tako ne vem, še 2 leti nazaj ali pa 3 leta nazaj sem tako,
Joj, pa kaj pa če kdo vidi, kaj pa si bo pol mislil. Pa še tako, ker so ponavadi v teh sex shopih, kar jaz vidim, recimo, ok, v Celju imamo enega, sploh ne vem, če je še. In je pač prav tako una stena, cela črna, a veš, da se nič noter ne vidi in pol res gledaš, kaj je en kriminalc, ko greš noter in tako, kaj ti skrivaš. A veš, kaj mislim? Ja, in vem, pol vem. je še zaradi tega, se mi zdi toliko bolj občutek, ok, mogoče ne Kot da bi delaš smel nekaj tu narobe. noter, ja. Ne, vse to so jih imeli v mislih pač naši nadrejeni, bom rekla, ki so odpirali Ja. trgovino, to sploh v Ker BTC-ju. ni zatemnjena, Ja, ne? ni zatemnjena, pa ful je, pač cel koncept je tak modern, v smislu pač tako, da je res, ne vem, svetlo je noter, pač res je tako odprt svet v prostor. Ne vem, pač dosti ljudi je že rekli, da se pač zelo udobno not počutijo, da nimajo onega feelinga, pač, da je prišel zdaj v en. Mislim, mogoče je tudi to prednost, da ni zdaj sred trgovskega centra, a veš, vsaj je malo umaknjena, ampak je odprta, tako da se pa vsaj pač počutiš bolj udobno, ne, da vsi te so ne vidi razmišljali tudi o vsak. tem, pač, da mora biti nekje zraven, ampak ja. Ja. Ampak je. ne pa tako, ne vem, sem prepričana, da mogoče, če bi bilo lih tako, ne vem, kakor so v City Parku trgovine, da mogoče bi bilo drugače. Mogoče, če bi bila, ne vem, tam namesto ene zlatarne Celje, ki vsi vidijo tam, pa verjetno spet bi bilo drugače ljudem, ne. Ampak mislim, da je dobro pozicionirano. Ja, jaz tudi mislim, da so fajn naredili. Okej. Če bi tvoja igračka, se pravi pač spolna igračka, imela Instagram account, kaj bi napisala v post ali pa story? Čakaj, oh my god, jaz imam to še osebno probleme, ki pišem. Tako da... Lahko ti povem, kaj bi Maja Dej, napisala. Maja bi prosim, napisala daj mi v story, here we go again. kako dober. Pač, a veš kaj, jaz sem oseba, zdaj razmišljam, ne, kaj bi jaz rekla, da ful cool izpadam, ne, ali pa tako, da smešno izpadam. Ampak sem pač oseba, ki ne znam dajati cool opisov, vedno vprašam Andreja, ChatGPT ali pa pač poiščem nek naslov glasbe, ki se mi zdi kao dober, ali pa veš nek tekst iz pesmi, ki se mi zdi dober. A lahko sam ne vem. Lahko reče igračka, sploh ne vem več. Sploh ne vem več, kaj ne. A lahko vprašam ChatGPT? Lahko vprašaš. Jaz pa lahko preberem, kaj so napisali. Dejte, čas bom pa jaz našla nekaj dobrega. Nekdo je napisal, I saw, I did, now I'm dead, pa onga smajlja, ki solzico spusti. En je imel samo extreme, pol je bilo še vedno pripravljena za akcijo, pa I'ma choke this dude. Tako da ja. To je bilo to. Čakaj, kako naj dam opis postu, na katerem je spolna igračka, bom sam dala, da bom malo lažje za ChatGPT. Jaz si bom pa... Če misliš, da si imela dolg dan, poskusi biti jaz. Okay. Glede na to, da je chat personaliziran, ne? Fuck! Če me enkrat vklopiš, me nikoli več ne boš hotela izklopiti. Kako cute. Ta je pa samozavestna, ta igračka tvoja, ful. Ja, očitno. Prav razočarala sem nad sabo, da se nisem nič spomnila. Vse se še boš. Ja, ampak gremo naprej. Ja. Da pozabim. Katero igračko bi izbrala za obesek za ključe? Po moje, da bi unga unikorna. A veš, da dejansko je v kolekciji unikornov, unikorni so. Ja. Dejansko je en mini, pa dejansko ima obesek. Evo, to bi jaz imela na ključih. Ful je cute, tak, pa še oranžen je, kam še rada oranžno. Res? Ja. Evo, to bi imela na ključih. Ful je cute. Ker dejansko smo imeli nekaj časa, sem mogoče imamo še une wande, une masažerje, ki so bili prav uni mini, prav ene tok veliki, pa prav a veš, uni obeski, ki so, ki imajo une kovinske bunkice. Oh my god. Ja, ful so bili cute. To bi jaz delila za poslovna darila po Pink Mess, poslovna darila po zimi. No, za božič. Ne bomo, kako le. Ja. Drugače smo imeli, zanj smo bili na Škisovi tržnici in smo imeli pač te nagradno igro, pa pač neke igre tam in so lahko sodelovali in so bile nagradice in so bile tudi te vmes, te mini Če se mi vandi. zdi, da na tak način se ljudem
ful tako neusiljivo, pa pač približa, ne, to, da pač so spolne igračke nekaj, kar lahko uporablja vsak. Ja, pač da res ni to pač, da res ni nič takega, ne, da ni zdaj, oh my god, lahko te je sram, ker to uporabljaš, ne. Tako da, ja. Jaz sem pa zbrala mini analni čepek z lučko, zato ker nekaj časa so bili ful popularni TikToki, pa pač ti reelsi, whatever, ko so ženske nosile pajkice in pa jim je sredi riti tako pač utripala lučka. Jaz to nisem videla. In pa so tako, ne vem, delale pa čepe ali se sprehajale in pač fora je bila kao, da pač ima analen čep, ko ima pač lučko, ne. Mi se bi zdeli tako ful, a veš, koliko imaš v mini svetilke za na lučko, da to bi bilo ful smart, ko se Pa lahko v bistvu je posvetaš. ful convenient. Ja. Če je slučajno, Ja, ja. tako je, da si posvetaš ali pa ko prideš domov, da si za ključe posvetaš. Drugače pa ja, zbirali so kar kakšne bolj take diskretne stvari, kot so, ne vem, te mini vibratorji, se pravi Bullet ali pa Mia Rose, ona rožica, ki sem ti jo tudi poslala v promocijo. Čeprav eni so bili pa kar, no, en je bil Gagball, niso tudi dildo napisali, tako da to bi bilo kar zanimivo. In kam bi pol dal te ključe, mene sam zanima. Moje bi bil mini dildo, Okay. ker bi bil vesek, tako da je bila miniaturna verzija. Razen, če je nekdo, pač nekdo, ki ima probleme, da ful zgublja ključe, ne? Ja. Pol jih sigurno ne bi, Ja. če bi imel toliko veliko vest. Kako ono, ko so na pumpi bili včasih s takimi obeski, veš, zunimi. Spomniš te, da bi bil tako dildo, no, izvoli. Oh my god. Če bi tvoja igračka lahko imela super moč, kaj bi izbrala? A veš, kaj bi izbrala? Da začuti, kdaj jaz rabim sprostitev. Dobro. Ja. Jaz sem bila ful bolj taka... Da me tako spomni, da bi mi recimo pa na Apple Watchu Ja, zadignala. tako, zaznala je previsok povišen. srčni utrip. Čas je, da se sprostiš. To bi bilo dobro v bistvu, ja. Da jo lahko Drugače je to pokonektaš. biznis ideja. Če boste slučajno to razvili, pokličite me. Mogla Tvoja? Moja je bila, da se sama očist. Ja. Ful lame, ampak tako, pač ne očist se, da naslednjič, ko te bo vzela, boš pač tam in ready. Imeli so tudi, ena je imela moč ustvariti potres, ena je, da bi brala misli, kar je podoben pač mogoče kakor tvoja, ne? En je bil pa še, dosti jih je napisala, da ne zmanjka baterije. Spravo pač, da ne rabijo skrbeti. Okay. Ja. Pač jaz, odkar se delujem z vami, imam toliko igračk. Tudi če eni zmanjka, v redu. Da imaš rezervo. Imam rezervo, tako da vedno imejte rezervo. Rezervo, ja, pač vse to je pametno, ja. En sodelavec je rekel, da bi bila nevidna. Tako da to je bil tudi kar cool odgovor. Ja. Okay. Ta naslednje vprašanje je bil vsem ful tak logičen, kaj boš zbral, ampak meni pa ni bilo. Tako čisto iz moje izkušnje. In sicer 1 let brez seksa ali 1 leto brez igračk? Ja, zdaj, na primer, če gledam svojo situacijo, bi jaz brala 1 let brez igračk. Ja, obviously. Ja, ampak, če bi pa bila jaz samska, bi pa zbrala 1 let brez seksa. A ne? Jaz tudi, ja. Ampak vsi so ful, tako 86% jih so bili tako pač itak 1 let brez seksa. In noben ni, ne, brez igračk, prosti, ampak noben ni napisal tako razložil, ali še pa pokomentiral tako, v primeru, da bi to bilo. Ja, pač, ja, meni je to logično. Ja. No, pač meni je tako, kot sem jaz rekla, logično. Ja, tako, kot si ti rekla, ne, sej, 1 leto brez igračk, 86%, sorry, prej sem se zagovorila, tako da, sorry. Ampak ja, jaz sem isto tako razmišljala, pač jaz, ko sem bila sama vmes takrat, pač mi je bilo tako, pač igračke so tle, ne rabim se nič. Ne moreš dobiti spolne bolezni, ne rabiš se pogovarjati z nikomer, vejo, kaj ti paše. Ja, tako. No, evo, tako. Ok, če bi tvoj king bil naslov pesmi, kako bi se glasil? Tle ti lahko jaz prvo svoje povem, če ti je ljubše. Ok, daj. Moj bi bil Unchained. Ali pa Chained. Odvisen. I don't know. Zaradi tega, ker... Zdaj ne smeš povedati, da boš pred svojih kinkov razkrila, veš.
Če jaz mislim, da sem jaz v letih, ki mi je šele zdaj postalo, pač imam partnerja, ki mi je prvič tako udobno, da šele zdaj v bistvu jaz bolj odkrivam, kaj mi je všeč. Tako da ne bi rekla, da za sebe trenutno že vem, da imam kak točno določen kink. Tako da, I don't know, bi zdaj le bil. Te vprašam čez par let. Ja. Ena je napisala dekle s povodca. Pa pol zanimiv odgovor je bil še I've got caught. Whatever that means. Ampak Evo, še zadnje vprašanje je pa, a bi svoji boljši polovici za 24 ur dala svojo bančno kartico ali daljinček od igračke? Svojo bančno kartico? A je lahko obratno, lahko jaz dobim njegov? Ti mu daš skozi zameno, ne, damo svoj daljinček. Daš mu daljinček. Ja, valjda. Ne vem, kaj bi delal z mojo bančno kartico. Mogoče bi kaj za avto kupil. Ne vem, če bi šlo z mojo. Kakšen Mastercard mogoče? Ne, ja, pač jaz sem takšen zapravljalec, sploh ne znam povedati. Moj ati je imel en rek in sicer pač, da, mislim, ne rek, pač zafrkavo se je iz mene, da jaz sem oseba, ki bi še v mrtvašnici nekaj našla. A zakupati? Zakupati, tako da ja, da še tam ven ne prišla praznih rok. Tako da, ja. Ampak se učim. Se učiš. Finančne odgovornosti, tako da. Ja, drugače so cele teorije okrog te finančne odgovornosti. Lahko dobiš plačo, pa nekaj to z denarjem, da si pol razsipan, zato ker ne vem kaj. Pač, zdaj nočem začeti preveč te teme, zaradi tega, ker to bi lahko bila tema za sebe. Lahko pa rečem, da sem srečna in da sem si to vedno želela, da sem v razmerju, ki ne rabim jaz, ker je moj partner bolj finančno odgovoren kot jaz in da pač se lahko učim od njega, da se ne rabim sama to učiti. Tako bom rekla. Pač, ja, da se zdaj se pomaga od mene uči drugih stvari, ampak da to pač res ni moja vrlina. Ja. Tako da ja. Pri meni tudi ni lih to neka ful vrlina, po mojem. Mislim, da ne. Če isto spet mi je Andrej Zanč rekel, videla sem pa ne en TikTok, videla sem tako 15 sekund TikToka, da je prišel nov lip gloss in sem bila tako, oh my god, ker je bila nedelja, jutri grem jaz to kupiti v trgovino. In mislim, Andrej, veš, kaj obstaja v marketingu piramida, ne? In pač tukaj v spodaj so te ljudje, ki jih najlažje pograbiš, ne? Ampak pač bolj, ko greš proti vrhu, več marketinških strategij rabiš, da kupce navdušiš. Ne rekel, Gaja, tebe sploh ni v piramidi. Ti si tam v spodaj, ki jih prosiš, da ti prodajo stvari. Kako cute. Sam ti imaš malo na make-up, tako, to sem opazila, pa da dosti tudi postaš o make-upu, pa tako. Ja. Če si dobila neko nagrado zdaj? Ja. Tako da čestitke. Hvala. Pač, zdaj sem dobila nagrado za Beauty, Fashion and Lifestyle Influencer of the Year. V Sarajevo sem šla na podelitev. Mi je pa pač, v zadnjem letu, po mojem, sem začela bolj postati, da pač kupim make-up, ampak jaz nisem človek, ki je tako, a veš, da bi jaz ful znala delati senčk ali pa ful neke brutalne make-up luke. Ne, pač jaz sem človek, ki si zna narediti everyday make-up in to je to. In predvsem se navdušujem nad produkti za ustnice. Ful imam rada vse vrste lip balmov, lip oilov, lip karkoli, v glavnem, da ti navlaži ustnice. To je meni najboljša stvar na svetu in to imam pač res celo kolekcijo. Ja, zdaj sem malo zašla iz teme, ampak... Vse tudi mi imamo produkte za ustnice, zgornje in spodnje. Tako da sva povezali. Za vlaženje. Tako, za vlaženje, ali pa za ščemenje. Ok, zdaj pa imamo ta pogovor o spolnosti. Se pravi, tebe spremlja dosti mlada publika. Res je. Ok. Zdaj pa tako, tvoj prvi spolni odnos, to sem že rekla, da te ne bom spraševala kdaj, pač to sama presodaš, a se ti zdi za deliti ali ne, ampak a imaš občutek, da si bila na njega pripravljena? Ne, saj po mojem sem jaz že govorila, ali pa ne vem, po mojem sem že na svojem podcastu tako govorila o tem. Moja izkušnja
ni bila všeč. Pa ne, da bi bilo kaj narobe s fantom ali pa da ga ne bi imela rada, kakorkoli. Jaz sem bila pač takrat prvič v razmerju. Ampak se mi je nekako zdelo, da sem vseeno to naredila bolj zaradi pritiska družbe, ne zaradi tega, ker bi bila sama na to pripravljena. Jaz sem že večkrat rekla, da če bi še enkrat lahko to ponovila, bi po moje jaz počakala, da sem, ne vem, do 2 leti nazaj. Pač, da sem toliko stara, kakor sem zdaj, da bi najprej jaz vedela, kaj meni odgovarja in šele pol šla v nek spolni odnos. Pa itak, pač zdaj se tako sliši, bi čakala na Andreja. Ne, pač sam čakala bi na to, da se jaz pač dosti dobro počutim o sebi in da vem, kaj mi odgovarja. Pa da zaradi sebe to narediš. Ja, in da si tudi upam povedati, to mi ni všeč, ali pa jaz bi pa tako. Zaradi tega, ker naprimer prej, v prejšnjih zvezah, se je meni to zdelo, pač še kar sem imela tisto v glavi, moram tako, da bo fantu všeč, ne pa da poskrbim za sebe tudi. In pa ni bilo to sploh odvisno od mojih partnerjev, ampak od tega, da sem jaz bila tako ne naučena, pač, ampak tako družba te to naučino. Tako da meni je všeč, da se zdaj več o tem govori in predvsem bi jaz počakala, zdaj sem tu isto rekla na starost, ne na svojo starost, ampak na to, da bi se počutila mentalno pripravljena za to. Pa da se v svoji koži dobro počutiš, da res narediš to zaradi sebe. Pri meni je bilo tako, da jaz sem to zato, ker sem bila zaljubljena. Ja. Ampak nekaj časa sva bila skupaj, pa sva bila s tem fantom res, po mojem sva bila 6 ali 7 let skupaj, pač celo mojo, pač to najstniško. Ampak ja, pač informacije, ki jih pa imaš o tem, kako to narediti, se mi zdi, da pa da če je bilo ful premalo. Zato, ker tudi ta prvi poskus, ki je bil, je v bistvu bil nek tak fail, pa sva pa tako ta drugič, zdaj sva pa res cajt vzela in sva imela ful enega ljubkovanja in ful pač neke predigre, ne take divje, ampak ful tako da sva se res sprostila in pa je bilo pač dejansko tako za prvič, ko je dejansko ratal, je bilo ful nice. No, ampak vidiš, to je dobro, ker meni se zdi, da jaz sploh nisem šla iz neke ljubezni do tega fanta, spet, ne da ga nisem imela rada, ampak bolj tako, vse moje sošolke so že to naredile, pač jaz tudi hočem to izkušnjo, čeprav nisem pripravljena na njo. Pač bolj iz tega vidika, kakor bom jaz to naredila, ker me zanima, ne zato, ker si res želi. Pač malo je bilo radovednosti, malo pa tudi tega, če so vzevši, pol že pomeni, da je cajt pač. Pol je že, ja. Se mi zdi, da zdaj, recimo, ko se jaz pogovarjam za svojo sestro, ki je stara 18, pa ne vem, ali je ona v taki družbi, kar hvala Bogu, ali pa nasplošno ni več tega prešera, toliko okoli najstnikov, kakor kjer si ti devičnik, ki še pred 19 nisi zdaj seksu. Se mi zdi, da tega zdaj ni več toliko, kakor je bilo, ko je bilo pač pri nas. Pri nas je bilo to zdaj spet nekaj sramotnega, če še nisi seksu, ampak če pa si pa lahko že, pardon izrazu, neka cipa, ne? Tako da nisi vedel, kako se postaviti. Ja, vse to je dosti zanimivo, ja. Tako da se mi zdi, da je zdaj malo manj tega. Se pravi, to bi bil isto tudi, jaz sem imela pa vprašanje, če imaš kakšen nasvet ali pa misel za mlajše generacije, tako da tvoje bi bilo to, da pač res narediš. Definitivno poslušaj sebe, ja. Pa naredi to, ko se ti zdi, da si pripravljen. Mislim, itak pripravljena, to itak ne boš nikoli, ker ni vse odvisno od tebe, ampak je tudi od partnerja, ampak res, da si z nekom, ko se počutiš udobno, pa da pač se počutiš tako, da lahko poveš, kar si misliš. Tako, ja. Pa doskrat, jaz sem opazila, da je doskrat tudi neko pogojevanje, da pač ljudje mislijo, samo to je doskrat tudi to, kar so naučeni to kot otroci, da pač če nečesa ne naredijo, da potem jih ta oseba pol ne bo več imela rada. Samo če te zaradi tega nekdo pusti, pol te sploh ni imel rada. Sej to. Pa moramo vedeti, ena in druga stran, da pač si ljudje ne znamo brati misli, nažalost, ali pa na srečo, ne. Ja. Tako da pač je treba povedati dosti stvari, ne. In če je, ne vem, prvi seks slab, to še ne pomeni, da bo do konca življenja slab. Pa če je prvi dober, to še ne pomeni, da bo do konca življenja dober. Ups and downs. Tako da, ja. Pa če greva še majčkar nazaj, a sta se prvo z doma pogovarjali drugačke o tem, ali je bilo to bolj tako?
Jaz mislim, da pač definitivno smo se, mami vem, da je imela z mano ta pogovor o zaščiti in tako, ampak da bi pa jaz zdaj šla do nje po kak dodaten nasvet, pa se mi tudi zdi, da si v nekih tistih letih 15, 16, 17, si tako, oh my god, kaj se bom jaz zdaj pogovarjala doma o tem. Ne, valjda vprašaš raj kolegice, ki imajo isto ali pa malo več ali pa nič izkušenj, pač isto kot ti, ne. In takrat, ko sem jaz bila tako stara, se je ta Instagram šele začel razvijati, ne, to je bilo 2016, ko sem jaz bila stara 16, ne, ni bilo še niti toliko informacij na YouTubeu, jaz nisem bila toliko vešča sploh, da bi poiskala, ker takrat pač meni tudi angleščina ni šla tako dobro in pač sploh nisem vedela v glavnem na koncu, kje iskati informacije. Vem, da sem našla pol eno knjigo Kama Sutra ali nekaj in pa sem to malo gledala, mi tudi ni bilo nič jasno. Ampak ja, jaz nisem bila pač niti tako otrok, da bi bila tako pač prosila za pomoč. Bila sem bolj ne bom se starši o tem pogovarjala in pol je isto, pač sploh mami verjetno dobila tudi tako občutek in je bila tako pač silila, ne. Ja. Ker saj tudi, če jaz zdaj tako pogledam, jaz ne vem kako, pač da bi zdajle imela otroka, okej, ja, saj jaz tako dosti odprto vseeno o tem govorim, pa pač tako povem par nasvetov pa to, ampak kako bi pa do svojega lastnega otroka pristopila, pa iskreno nimam pojma. Ker smo posneli podcast z Marino Vilo na to temo, tako to, da pogledaš. Ja, poglejte si vsi starši. Ampak tako pač pravim, že iz tega, ker si tako, a veš, nočeš povedati preveč, nočeš mu tako. Ja, tam je bil ful dober nasvet, da v bistvu dejansko sam si odprt za to, da ko otrok pride do tebe, da nimaš recimo, ti si premlad za to, pa da mu ful enostavno odgovarjaš, zato ker fora je, da itak otrok ima ponavadi, sploh te mlajši, ima eno vprašanje in pa jim ti odgovoriš in lahko da je vse to, kar je rabili, niso rabili oni zdaj ne vem česa, pa da jim ti tam o nekih orgazmih razlagaš, ampak si sam, pač to je to in end of story in so oni tako, okej, in grejo. Pač ful velikrat se to zgodi v bistvu, no. Kdo ti je pa prvo razložil, kaj sploh seks je, če se spomniš? Po mojem, mi smo imeli doma eno knjigo, mi je bila ful všeč tista knjigo sem jaz po moje z mami prebrala 150-krat. Ful se je spomnim v živo, pojma nimam, kako se je rekel. Ampak v glavnem, meni starša nista nikoli rekla, te je prinesla štorkla ali pa kaj takega. Pač meni sta vedno ne zdaj povedala, kako točno poteka spolni odnos, ampak pač bila sta vedno odprta glede tega in bila je tista v glavnem otroška knjiga je bila to, ker smo jo skupaj prebirali, kako nastaja, kako pač, ja, nastane dojenček v glavnem in tam v tisti knjigi je bil tudi tako pač po otroško opisan spolni odnos in tako vse in vedno tisto knjigo sem jaz imela najraje na svetu, tako da ja, tisto ful hiter. Je tako bilo meni jasno, kaj je to. Ne vem, odkar se spomnim, iskreno, ker sem tudi, jaz sem bila stara 6 let, ko sem dobila sestrico in takrat je bilo itak, že moraš ful bolj otroku to razložiti, kako pa je zdaj prišla v trebušček, kakor če je otrok star 2 leti, ne. In takrat se jaz najbolj spomnim, da smo pa luno knjigo brali. Vem, da sem jo tudi enkrat v šolo nesla kot svojo najljubšo knjigo. Luk seks. Ampak ja, mogla bi jo prav poiskati zdaj. Ja, to je bila fajna knjiga. Ja, mislim, če imaš tako eno dobro izkušnjo, se definitivno splača pogledati, kaj je. Mogoče ti pa kdaj prav pride, a ne. A si se kdaj počutila, pač razen pol, ko si bila najstnica, pa tako, pač ne vem, v svoji družbi ali pa doma, da ne smeš, da je to nekaj tako grdega ali pa umazanega, da o tem ne smeš spraševati ali pa govoriti ali pa kakorkoli. Smela tudi družba tako odprto, da ste se pogovarjali? V osnovni šoli sploh. Pa tudi v srednji šoli, ko smo bile, mi smo bile razred 27 punc, se mi zdi, pa 3 fantje. In ja, smo pač imeli res te pogovore o fantih non-stop in pač nikoli ni bil to tabu nek. Pol, ko sem šla iz srednje šole, pač, ko greš na faks, pa res zgubiš ful prijateljcev oziroma teh stikov z sošolci, ne.
Pol v bistvu sem imela nekaj časa fanta, pa sem bila čisto izolirana, pa ta korona pa tukaj je bilo. Se mi zdi, da zdaj sem bolj v neki fazi, ko pa pol nekaj časa se sploh nisem družila z ženskami, puncami, zdaj ženskami, da sem zdaj v tistem, kaj je primerno, koliko direkt vprašati. A veš, kaj mislim, da mi je zdaj bolj, da recimo mi prej nikoli ni primanjkvalo pogovorov o temu, zdaj pa ne rečem, da mi jih primanjkuje, ampak zdaj sem bolj uno, da bi se vprašala, a to rečem. Da si malo bolj previdna mogoče pri temu, kaj komu rečeš o tem, ja. Kaj pa nasplošno pač tekom odraščanja ali pa še zdaj, a si imela bolj feeling tako, da pač to je čisto nekaj naravnega, pač spolnost, ali tako, da je o tem se pa bolj ne govori? Iskreno se ne spomnim in ne vem, če sem sploh toliko razmišljala o tem. Ja, se takrat itak nisi. Ja, nisem imela nikoli občutka, kakor to se ne bi smel delati, to ne smeš, pač ne, vedno smo bili v takem okolju, ne vem. Da ste bili sproščeni. Jaz sem imela tudi ful to srečo v bistvu, da pač sem imela družbo, ko smo bili pač, smo si pač povedali, tisto že sicer ni bila ful velika družba, pač smo si tako zaupali. In pol, ko sem bila pa starejša, pač jaz sem zmeraj mislila, da se pač folk s svojimi prijateljicami ali pa prijatelji pač pogovarjati. In pa bolj starejša, ko sem bila, bolj starejša, to sploh je. Starejša, kot sem bila, I guess. Ali pa sploh, ko sem začela delati tle, pa tako, ko sem nove ljudi spoznavala, sem videla, da pač folk dejansko o tem pač ne govori, ali pa, ne vem, jim omeniš vibrator, pa jim je tako, pač kaj si rekla, pač tako. Jaz sem šele pol kasneje ugotovila, koliko je folk zaprt. Mogoče sem jaz sam tako majhno družbo imela, pa bila izolirana iz vsega tega. Pač, ja, kakor si rekla, ali pa ne vem, čeprav. Naprimer, kakor si zdaj rekla, recimo, mi smo bili odprti, naprimer, glede tako same teme seks pa to, ampak da bi se pa punce zdaj pogovarjale, da smo si pa, ne vem, kupile vibrator ali pa ne vem, kaj takega, neki punci je bilo sicer toliko odprtih, jaz naprimer nisem bila ena od njih. In tudi, ko je prišel pač to povpraševanje o sodelovanju iz sveta užitka do mene, jaz sem si kar neki, po moje, ne vem, koliko je bilo v realnem svetu, pač meni se je zdelo, da sem si vzela en mesec časa za razmislek, ker sem toliko razmišljala o tem. Zaradi tega, ker sem bila tako, ok, pa če jaz to sprejmem, pa ljudje te pol kar nekako vržejo v en koš, ne glede na to, na kak način ti to predstaviš. In sem pač res razmišljala o tem, a bi zdaj jaz to sprejela ali ne. In pol na koncu je bil moj zaključek tako, da pač jaz kot punca bi si želela, če gledam sebe Gajo, staro 16 let, ali koliko sem bila stara, malo več, 17, ko sem pač imela ta prvi spolni odnos, da bi pač jaz si upala več reči, pa več povedati, kaj mi sede, pa pač več se postaviti za sebe, ali kakorkoli, ne. In da pač pol iz tega vidika sem šla na to. Vem, da me spremlja dosti mlajših, če pač parim puncam nekako jaz podam to, da je okej, pač tudi za ženske, da govorimo o spolnosti, da tudi ženske poskrbimo za sebe, da pač je to, kar sem si želela. Ja. Si pol iz tega izhajala, da pač v bistvu malo pomagaš, a ne, na ta način. Ja, vedno sem lahko, ne mislim jaz govoriti, to ni moj stil, ne. Oh my god, ta vibrator uporabljam skozi, ful mi je fajn, pač to ni moj stil reklame, ampak nasplošno o tem, da pač se ozaveščamo o tem, da to ni nič takega in da pač more in moški in ženska pač uživati v temu, ne. Ja. Jaz se mi se tudi ponovadi, ko se pogovarjam pač z promotorji, jim zmer povem pač, lej, mi iščemo tako, da predstaviš v svojem glasu za svojo publiko, tako, kot so tebe navajeni. Ker tako se ti najbolj udobno počutiš, tvoje sporočilo pač res tako pride skozi. Tako da ja, pač to je ful fajn, da si najdla en način, pa eno motivacijo v bistvu, zakaj to početi. Ja. Tako da ja. Kakšen pa je kaj feedback, tako drugače, odkar te stvari objavljaš? Jaz sem mislila, sploh zaradi tega, ker imamo mi dogovorjeno za TikTok, da bo ful tako bolj vzeto kot oh my god, pač kaj zdaj to promoviraš, pač v takem smislu, ne, pač kako razočarala si nas, ali ne vem, tako sem si jaz to predstavljala. Pa do zdaj sem imela tako pri enem TikToku mogoče malo slabši feedback, ampak še to tako, ne vem,
3-4 komentarje. En je bil od mamice, to se tako ful spomnim, ker je bila v smislu kao svaka čast, da zdaj še to promoviraš, niso že lepotne operacije dost. V smislu te spremljajo sam 10-11-letni otroci in bojo zdaj to gledali. Pa če tako malo pomislim, jaz osebno nisem smela imeti Facebooka do 16. leta. Mislim, da ni moja stvar pa namen, kaj gledajo tvoji otroci. Ker vem, da je točno to, pač jaz se v to nikoli ne spuščam, zaradi tega, ker itak takih ljudi, ki ti to napišejo spodaj, ne boš spremenil z enim odgovorom in pač se nikoli v to ne spuščam, ampak je nekaj v tem smislu odgovorila tudi ena ženska v spodaj in ona nazaj, a zdaj ne spremljam vsako stvar, ko jo moj otrok gleda na telefonu. Ja, ker si starš. Ker si starš, pač se je to. A ne? Pač, ja. Ne vem, saj tako se je meni zdel, ker pač moja starša, ne da sta mi zdaj ne vem, v neko škatlo, v vato zavijala, kakorkoli, ampak pač jaz sta imela pregled na tem, kaj sem jaz sploh kot 10-11-leten otrok delala na socialnih omrežjih. No, vseh nisem imela, ampak pač na telefonu ali pa kaj sem gledala po televiziji. Naprimer, pač to je naloga staršev, ampak dostikrat je lažje pač na druge dajati odgovornost. Ampak jaz, pa sploh ne bi rekla, da promoviram take stvari. Jaz na to ne gledam kot, meni se zdi, ampak spet, jaz to delam, zato mogoče pač imam jaz pri sebi to razčlenjen. Meni se ne zdi, da jaz komorkoli rečem, ne vem, ta vibrator je ful fajn, kupi si. Pač jaz povem, jaz bolj tako hočem ozaveščati o tem, da to obstaja. Isto, naprimer, ko je bilo lepotna operacija, ko so mi velikrat vrgli pod nos. Naprimer, to, da sem si šla povečati prsi. Pač jaz ne promoviram, pej si ti povečati prsi. Vem pa, da je ogromno punc, ki jih pač to zanima. Seveda. In če imam jaz možnost narediti intervju z zdravnikom, ki mi je povečal prsa in da jim da neke informacije o tem, da jih novijo iskale, ne vem, na ChatGPT-ju, mislim, da pač je to nekaj dobrega, da je na internetu. Ker v vsakem primeru, če si bo pač punca hotela iti povečati prsi, si jih bo šla. Ne vem, ampak tako jaz gledam na to. Ne, jaz se tle čisto strinjam. Pač jaz tudi recimo, če razmišljam o kakšni stvari, to isto, kot če greš v končni fazi za produkt gledati, jaz zmer pogledam pač rating, mnenja, pač, a viš kaj mislim, pač neke te osebne izkušnje, ne pač. Pač jaz nikoli v življenju ne bom rekla, moraš si to kupiti, bom pa rekla, jaz osebno sem ful zadovoljna s tem. Zdaj pa naredi s to informacijo, kar želiš. Kar želiš, ja. Jaz ne. Dober si to. Dober si to. Ok, še neki, sorry, zdaj se bom spet malo vrnila na ta prvi spalni odnos, ampak se mi zdi pač glede na tvojo publiko, da mogoče bi bilo to najbolj zanimivim, ali pa tudi ne, bomo videli. Tako, se pravi, glede tega začetnega seksa, a si imela ti tako v glavi bolj realna pričakovanja, kako bo to izgledalo, se pravi, da bo pač, ali si mislila, da bo bolj kakor v enem filmu, kakor je v romantičnih komedijah, da bo vse ful. Ja, in jaz se spomnim, da sem brala revijo Bravo. Veš, kaj je že to? Ja. Ker sem bila, pač, mislim, da je bila Bravo. A je bila sploh slovenska Bravo? A ni bil to nemška? Ja, preveden je bil. A je bil? Je bil, si dobil tako, tu pa tam je bil kak preveden izvod si dobil. V glavnem sem brala to revijo in je bil tam glih okoli tega časa, no. Eno sporočilo bralke, ki je pač opisala ta svoj prvi seks in je bilo vse to lepo, kako sta šla s fantom na, ne vem, neko potovanje, neko smučarsko kočo ali nekaj, kako so šli in da pač je bilo v glavnem vse ful fajn in kako se je on potrudil in kako sta se pogovarjala o tem. No, pol že, ko sem se jaz, pa ne, zdaj pripravljala na to rečem, pa že, ko sem jaz pač prišla do te točke, ok, zdaj imam jaz fanta, zdaj midva to bova naredila, sem pač jaz vedela, da to not tako, ko je tam pisal, ker midva že nisva imela takega odnosa, ki je bil tam napisan, ampak sem vseeno vedno nekako pač si želela, da bi to tako izgledalo, no ni. Ja. Tako da jaz sem že večkrat rekla, da pač sem bila dosti časa mnenja,
da seks sploh ni za mene. Mislim, sploh ni za mene. Da pač ni to nek pomemben del Ja, tvojega da ni življenja. to nekaj, v čemer bi jaz ful uživala, da pač sem oseba, ki, ok, se je fajn, sam pač ne rabim pa tega tudi ne delati zdaj vsak dan, enkrat na mesec, enkrat na 2 meseca, čisto v redu. Čisto v redu. Toliko da je, da se ne toliko da zacel je. nazaj. Ja, ampak res sem pač dolg to mislila. Ja. Se pravim, zaradi tega, ker se ne poznaš, ne. Ja. Tako da ja, zato bi tudi počakala. Jaz s samo raziskovanjem nisem imela neki ful bremz, tako da ful je zanimiv, tako, ko se pogovarjaš z ljudmi o teh izkušnjah, pač koliko vsak drugač doživlja te stvari, tako da ja. A si kdaj med spolnim odnosom tako čutila nek vizualni pritisk? To je dostikrat drugače pri puncah, tudi se dostikrat izpostavlja, ne vem, da sploh ne morejo priti do tega, da bi uživale med spolnim odnosom, zato ker preveč razmišljajo o tem, kako izgledajo. Se pravi, joj, zdaj on mene gleda v tej čudni pozi, ali se meni zdaj tle pač ful neki, ne vem, trebuh vid, ali pa ne vem, sem vsa nagubana, sem taka, onaka, pač kakorkoli. Ali ti je bilo pač to tako, lej, pač mi dva imava zdaj, pač seksava, sem sproščena, vse mi je za te stvari. Ne, to nisem imela nikoli. Bolj sem jaz o tem razmišljala, preden sem sploh karkoli imela s katerim fantom. To se tudi spomnim, smo imeli pogovor, ne vem, s sošolkami, ki smo bile mi, ne vem, 6., 7. razred, ki se ti začneš razvijati. Naprimer, meni moje prsi nikoli niso bile všeč, sploh, ko sem rasla še, ne. Vedno so se mi zdela tako grdo špičaste. To je bila vedno pač moja pizza, moje prsi je bilo vedno tako grdo špičaste. Jaz sem špičaste. Unija, veš, ko so bili včasih v korzeti špičaste. A veš, ko ti začnejo rasti, so pač malo take špičaste. Ja, v glavnem. In si mislila, da jo take cel življenjem? Ja, pa pač tudi, jaz sem bila vedno bolj tako, kako bi jaz zdaj slekla modrček pred fantom, če tako izgledajo, ker neki korneti. Ker neki korneti. Da ne za mikrofončka. Vse v redu? V redu. V glavnem, bolj vem, da smo imeli to, ok, sej, če bi že pač se mogla sleči pred fantom, v redu bi se, ampak modrčka pa ne bi dala dol. Ampak pač, ko sem jaz enkrat prišla do te točke, da sem imela spolni odnos, ne vem, nekako sem se z drugimi stvarmi bolj obremenjevala, kot s tem, kako jaz zdaj izgledam v tej pozi, no. To res nisem imela nikoli občutka, hvala Bogu. Ja. No, upam, da tudi zdaj ne bom spodbudila, da boš Ne, ja upam, da ne. Ne, saj mislim, da si dovolj samozavestna, da. Ok, da vidva, kaj imava še tle, kaj zanimivega, ne se ne. Kako si ti gradila svojo samozavest? Tako, ko si že omenila, da si bila pač, ne vem, na tem prsnem področju, mogoče malo bolj ne samozavestna, pa pol si se tudi odločila za to operacijo in tako pač, kako veš o tem? V bistvu je bilo tako, da tukaj sem imela kar ene ups and downs. Jaz se sploh ne spomnim, kdaj se je to začelo najbolj. Jaz mislim, da ko sem jaz šla v srednjo šolo. Jaz sem bila doma pač na vasi in tam mi nismo vedeli, pač ok, ja, ko si otrok, valjda, pač smo se malo zmerjali, ti si debel, ti si bla bla bla. Pač, ampak to je bilo tako, ne vem, 1., 2. razred. Pol pa smo nekako cel razred, mi smo bili res povezani, cel razred smo tako skup odrastali, da pač noben ni nobenega zafrkaval, sploh glede videza, noben si ni govoril, ja si debel, si neki in pač jaz nisem imela jaz sem bila tako dosti samozavestna, ker sem šla recimo iz osnovne šole in nisem se počutila debelo, pač izgledala sem si ok. Pa ti prideš enkrat v srednjo šolo, pa pač prišla sem v razred, ki je imel 27 punc. In vsaka nekako zakompleksa. Ja. Sploh te, ki so bile že, ne vem, mogoče pa v malo večjem mestu, ne, so kar, pa so že imele dostop do fitnessa in tako. In pol jaz naletim na eno prijateljico, takrat pol je bila moja najboljša prijateljica, 4 leta, ki je imela pa ful že sama probleme s hrano. Pa je hodila v fitness, pa je pojedla, pa če se to uživo spomnim, mi smo imeli šolo od 7 pa do 4, pač res smo imeli brutalne urnike v 1. letniku
In ona je, se pravi, se moraš ti vstati realno ob 5, ob 6 iti na bus, da si ti prav čas pri šoli. In ona je od tega časa, se pravi od 5 zjutraj pa do 5 popoldan, v bistvu, ko si ti prišel domov, pojedla en Red Bull pa eno proteinsko. Zero sugar, valjda Red Bull, ne navaden. V glavnem, in takrat, ko sem se jaz začela z njo družiti, sem jaz sploh zvedela, kaj so to kalorije, da v bistvu ti ne smeš nečesa jesti, da nekaj ni okej, da si ti debel, da se gledaš v ogledalo, pa da, ne vem, vsako jutro, ko se vstaneš, narediš 100 počepov, ker pač moraš imeti. Take stvari so se pol začele, ne. In tam sem jaz pol začela, okej, bom pazila, kaj jem, pa bom šla v fitness. In pa, ko sem nekako tako prišla na ta način v fitness, nikoli ni bilo tisto, da bi jaz res uživala v fitnessu na začetku. Ne, vedno je bilo iz tistega nekaj, okej, moram, zato da bom imela veliko rit, zato da pač bomo všeč fantom. Primer. Pa ne smem tega pojesti, zato da bom dosti suha, da bomo všeč fantom. Pač vedno je bilo iz neke te ne samozavesti, nikoli, da se zares izboljšaš, kar se hočeš. In ja, tako se je pol to nekako kar valil v vedno večjo kepo problemov. Pol je še prišlo to, da pač sem šla na to bodybuilding tekmovanje. Pač ni bilo zares enega momenta še tukaj v mojem življenju, da bi jaz bila ful nesamozavestna. Nikoli pa nisem bila 100% samozavestna. Ker ko sem pa se začela pol pripravljati na to bodybuilding tekmovanje, pa isto spet ne glede na to, koliko si ti suh, ti sam sebi še kar zgledaš debel. To dobiš pol ono body dysmorphijo. No pa, ko se je pa to zaključilo, sem pa itak padla v probleme z prenajedanjem, pa sem se pa zredila v enem mesecu za 20 kg. V enem mesecu za 20 kg? Ja, katastrofa je bila takrat, pa se je pa začel, pa če sem takrat že bila prisotna. Ja, pa storage ti začne telo delati, to, kar si prej tako odrekel, karkoli poješ, ti gre, se ti shrani, ne? Ja, jaz sem imela iz 56 kg v enem mesecu 77 kg. V glavnem, takrat sem že bila prisotna na TikToku, valjda so to ljudje opazili, jaz sem takrat doživljala po moje 1 let konstantnega bullyinga, da sem debela, da sem prasica, da takrat sem bila že tudi skupaj z mojim fantom, zdaj, ki je pa tudi prisoten na socialnih omrežjih, pač ful fajn zgleda, ima mišice in pač tudi on je dobil v komentarje, kako sploh lahko ima tako punco, v glavnem, da je sramotno. Pač cela štala je bila po moje 1 let. V glavnem, to je takrat mene ful sem prejokala, ampak ful me je pa tudi utrdil. In pač mogla sem iti čez ta proces, da sem nekako prišla do točke, da sem zadovoljna sama s sabo in da zdaj res hodim v fitness, pa pač jem zdravo zaradi tega, ker si to želim, ker je to dobro za moje telo. Valjda je posledica to, da dobro pač tudi bolj izgledaš, ne? Ampak pač ni pa več tisto. Ni pa izključno to primarni razlog, ne? Ja, tako da sem imela kar nekaj. Pa tudi, če želiš v narekovajih dobro izgledati, a ne, to je pač zelo subjektivno, ampak tako pač po tem fit standardih, a ne, če je to tebi, a ne, a veš, kaj hočem reči, da ni iz tega tako, kot si govorila, pač zato, da bom seksi fantom, a ne. Ja, saj to. Naprimer, pač vedno, itak v vsakem primeru moramo vedeti, da nikoli ne bomo vsem všeč. Lahko imam jaz za sebe najbolj popolno postavo, pa bom nekomu imela, ne vem, premišičaste noge. To recimo jaz sem dobila ful velikokrat komentar. Jo, imaš grde noge, ko je en tip. Ali pa ne vem, je pa ena punca, ki je fotomodel, pač niti grama maščobe, pa bo en rekel, jo, ko si ena prekla. Ja. Ne? Tako da pač nikoli ne bomo vsem všeč. Je pa pač res, da tukaj jaz, hvala Bogu, ko sem šla čez ta proces tega, da sem bila pač ful debela, pa da me je v bistvu, meni se zdelo, da me cel svet zmerja, koliko sem debela. Da sem jaz pač imela ob sebi fanta, ki pač ne glede na to, koliko kil sem se jaz zredila, meni ni dal nikoli vedeti, fak, ne, zdaj pa si se res zredila, zdaj bi pa bilo treba, da shujšaš ali pa nekaj, ne. Vedno je pač, ker je videl, da imam problem, bil tako, okej, pač ti bom pomagal, sam vidim, da rabiš čas, da si sploh tvoje telo zacel, ker si ga pač v take ekstreme spravljala, ne. In pač tudi, ko sem jaz bila na točki, ko sem imela največ kil, se jaz pred njim nikoli, na primer, nisem imela straha sleči. Tako da to pač, ko sem imela nesrečo, sem imela tudi srečo, ne. Ja, to je ful lepo. Ja. Da imaš partnerja, ko pač si tako, a ne. Ja. Da si lahko tako sproščen okrog tega, kar ja, pač jaz
vidim, da se kakšni zakrivajo, a ne? Pač jim je neprijeten pred partnerjem, ne vem, se sleči ali pa ne, pa imajo seks samo v temi ali pa lih zaradi svojega videza, ne zaradi tega, ker pač, ne vem, jaz ful ne maram, da je ful svetlo, zato ker pač jaz zaradi oči pač ni mi prijeten, pač ja, se včasih se počutiš, pa če je ful svetlo, kot da si tam na eni zdravniški mizi ali neki. Ampak tako bolj mi je prijetno vzdušje, če je malo bolj zatemnjen. Ja, tako malo, da narediš vibe, malo lučke. Ja, malo lučke. Neki. Meni je bilo ful cute, sicer to ful nima nobene zveze zdaj s čemerkoli, kar se pogovarjava, ampak ko sta bila, ne vem, kje sta bila, ko sta šla v napihljiv jogi kupiti. In sta si naredila movie night, ko sta umaknila, nek sta bila na potovanju. Ja, v Londonu, ja. Oh my god, to je bilo tako nice. Ja, pač to mi je bil res tako vibe. Ja, ta napihljiv jogi, drugače, je bil pač krinka, ne. Samo to sploh noben ne ve, ker nisva nikjer objavila. Midva sva bila letos v Londonu marca za 10 dni. In sem jaz pač v bistvu naredila Andreju presenečenje, da, ker sva midva imela toliko veliko stanovanje, ne po tem, da bi imeli toliko ležišč, ampak potem po kvadraturi, da sta v bistvu zadnje 3 dni, se mi zdi, prišle tudi njegova sestra pa njegova mami. In jaz sem pa bila tako, pač moramo kupiti napihljivo blazino, da bodo one dve nekje spale, ker one dve prideta zvečer in mi nimamo pa možnosti iti kupiti. In je bil ta jogi v bistvu krinka, da sem mu rekla, dej, a bi imela midva danes movie night. In sva pač šla kupiti to blazino in pa je bila pač tista blazina cel teden tam, pač v bistvu sva ful dobro izkoristila, res je bila jaka, ne, ampak v bistvu je pa ful dobro izpadala, ampak prvotno je bila pa namenjena temu, da v one dve imeli kje spati, ampak nisem smela povedati, ne, ampak je bilo ful dobro. To si se ful dobro znajdla v bistvu. Jaz sem tudi to pa doma naredila, ker je tako, pač jaz sem ti že povedala, da moja ta mala pač gleda te vajne TikToke pa to. Pod mojim nadzorom seveda, ne, pač preden se bo kdo kaj vsajal in je tudi to videla in moj partner je imel pač neke zdravstvene težave in tako in je pač ni ga bilo doma in smo bile samo pač mi 3 punce, sprav pač moja hči pa njena sestrca in smo si pa naredile pač movie night, tako da smo umaknile ta coffee table in sem pa luno napihljivo prinesla, ker imamo še zaradi kampiranja doma in smo je bilo dobro, ne. Drugače, pač ideja itak je pa izvirala iz TikToka, ker večkrat vidim tako, da v bistvu starši pripravijo otrokom te movie nighte. Pa smo zaključili krog. Kokice speč. Tako da ja. Tudi jaz moram kokice peč, s maslom, sladkorjem in soljo. Pa 10 različnih bombončkov. Ja, to pa ona naštima vsako posodico. In pol naštima bombončke, pa kosmiče, pa čips, pa ja, najboljša stvar. Pač, ne vem, po moje bo ona nek party organizer ali neki pač. Oh my god. Ja, pač ona je jaz se bom najela. Dej. Bom. Ker jaz sem pa tako, v glavi mi je vse pač ful tako, da bi bilo vse ful cute in ful urejen in tako, ampak ko pa pride do izvedbe, sem pa tako, ma se mi da. Ne da. Jaz sem ful rada to, mogoče ima pomen malo. Ja. Okej, tako. Zdaj, mi dve sta se že malo pogovarjali, se pravi o tvojem obisku sex shopa in se že v bistvu, to sem imela naprej, sta že zvedela, da si prišla v sex shop ful kasneje v bistvu. Ja, prvič v bistvu lani za pač ja, iskala sem darilo za Valentinovo in pač jaz sem tako, jaz pač dajem najboljša darila, to je fakt, to vsi vejo. Za Valentinovo ali tako nasplošno, ko je pač treba nekoga obdariti, jaz bom pač vedno dala najboljše darilo za rojstni dan, najboljše darilo za božička, sploh. I'm sorry, but it's true. V glavnem, kar je dobro in slabo, ker pač jaz pol pričakujem za sebe na istem nivoju in sem večkrat razočarana. Ja, ljudje ful nimajo v glavi, sem opazila, kadar kupujejo darila, da pač se ne zavedajo, da kupujejo darilo, da darilo mora biti nekaj, kar bo všeč tej osebi, ki jo dajes in ful preveč iz sebe izhajajo. In pol so tako, what to do? Ja, no v glavnem in takrat pač pol za Valentinovo sem bila tako, oh my god, kaj naj kupim, da bo tako malo zabavno, pa da nov zdaj kar neki in sem bila tako, pač lahko bi šla v svet užitka pogledati. In me tam tudi prodajalka ful dobro svetovala. Si bila zadovoljna? Ful. Tako? Ja? Ful. Si pa cool. Sicer se nažalost, ja, sem. Okej. Se pravi, prvo igračko si ti v bistvu online naročila, nisi jo kupila. Okej. A se spomniš svoje prve igračke? Čeprav imam. Ja, še jo imaš? Mislim, da ja.
Okay. Če se pravi spomnim, pa ne imam. Ja. Na kakšen način si pa zbrala igračko? Iskreno, jaz sem barvna bila oblika. broke študent in sem pa šla sam tako od cene najcenej proti najdražjemu in pač sem tako pogledala, ok, kaj je ugodno, pač meni cenovno dostopno, pa da ima dobre ocene in pa sem nekako tako našla nekaj. Nekaj pač v tvojem Ne, zelo rangu. pa vem, kaj je bilo. Bil je, pač prejšnji mesec sem glih imela promocijo drugače te igračke, ta C, kakor vibrator, vijolične barve, ampak ne vem zdaj točen kjer. Ja. Bom šla v Orders pogledat. Zdaj ne, se ne bom. Oh my god! Se ne delam tega, se ne delam. Ja. Pač ni. Zakaj pa sem zbrala točen tega, pa iskreno... Aha, vem. Ker se ne spomnim časovnega obdobja, točen kdaj je to bilo. Ampak vem, da v bistvu je bilo tako, da... Po mojem sem jaz še takrat imela partnerja, ampak s tem partnerjem pa nikoli nisva prišla skupaj. Naročila sem tega, ker je namenjen za pare, Ja. ampak vem, da z njim pa nikoli nisva prišla skupaj, po mojem, da bi to uporabila, ker pač res nisva bila kompatibilna glede najnega seksualnega življenja, kaj preveč. Tako da je bil pa iz tega, po mojem vidika, sem zbrala ta C. Ja, pač ker je načeloma za pare, ampak lahko imaš Ja. tudi komot solo to v Ampak bistvu. ja, sem bila kar zadovoljna z njim. Si bila. Ja. Se pravi, tvoja motivacija za nakup je bila, da pač malo popestriš. Moja motivacija za nakup je bila to, da pač jaz se nikoli nisem počutila, da res uživam pač med seksom. Mislim, res uživam. Pač kot sem ti Nisi rekla. izkoristila polnega Pač, potenciala. ja, pač, meni je bilo fajn, nisem pa dojela hajpa. Ja. Ne? In sem pa mislila, ok, pač, mogoče pač moram kaj druga probati. Pač, Ja. mogoče ali je v meni problem, ali sem jaz, pač, ali nekaj narobe z mano, a veš. Pač. Ja. Ne, igračke so v bistvu ful fajn za raziskovati, kaj ti sede. Sploh glede tega, pač ne vem, koliko močno, na kakšen način, gor dol, pač itak je fajn, da uporabiš Ja, to, kar imaš pri valjda. roki, ampak so pa fajn pač zaradi tudi teh drugih občutkov. A ne? Tako da ja. Kaj pa, ko si naročila to? A ti je bilo to tako exciting, a si se pogovarjala ne, s kolegico o tem, naročila sem, ali ti je bilo to tako, to je pa sam jaz vem, noben ne sme tega vedeti, da sem to naročila. Ne, po mojem, da nisem povedala nobenemu, ker si pravim, to je bilo pač isto ful pozno in to je bilo pač to obdobje, ki po mojem, da sploh nisem imela nekaj tako kolegic, ker sem bila tako, se mi zdi, izolirana. Dobar, pride tako, saj. Se pravi, ker se ne morem spomniti, kaj je bilo to obdobje. A je bilo to pač obdobje proti... Ne morem se spomniti točno kdaj, ampak vem, da je bilo obdobje, ker nisem pač tako. Nisem se preveč družila okoli in nisem govorila o tem. Okay. Saj pač pridejo taka obdobja. Jaz imam tudi obdobja, ko sem, ne vem, ali pa si pač, ne vem, jaz imam dosti tak tempo življenja, da pač moje druženje, razen tega, ko imam pač to sodelavko tle, s katero se ful dobro razumeva, je bolj prek telefona. Vsaj toliko poskrbim, poskrbim pač. Pokličam, a veš, da malo pokličam, pa da malo poklepetamo, tako da bi si pa nekaj ful časa vzela, ne, ali da bi šla ven, ali pa kaj sploh ne. Pa tudi malo sem utrujena. Also getting old. Da pa ja, pač niso zdaj to, a veš, vseeno pač sem že jaz, pa sploh ne pravim, da sem stara ali pa kaj, ampak vseeno sem že v teh letih, ko pač, ne vem, nisem stara 16 več in ni to zdaj, oh my god, naročila sem vibrator novica, ki bom jaz natipkala enemu svoji najboljši kolegici na SMS, neko, kar bi, ne vem, pri 16, če bi se takrat zgodil. Samo je ful različna, ne, pač ljudje ful tako, jaz sem pazila, da ne glede na starost, če je nekaj tako prvič, da prvič naredijo, da ne vem, da jim je pač ful tako. Ja, verjetno pri 16 si tako, pač ti ni tako bad povedati. Mogoče, ker si bolj tako jolo. Koliko sem bila stara, po moje 20, 21? Mi je bilo pa že tako, kaj da zdaj s to okoli govorim. Da ti je bilo malo narodno. Že tako malo bad. Ja. Mogoče, ja. A si kdaj razmišljala, kaj bi bil red flag v odnosu, ko pride do intime? Ja, jaz vem red flag, velik red flag. Okay. Da fant pričakuje blowjob, noče pa ničesar vrniti za meno. Aha, okej.
Ja. Se pravi, da on želi oralni seks in potem ga noče vrniti. Da ga noče vrniti. Ja, to je velik red flag. Pa to sem že velikrat slišala. Ja? Ja, ful velikrat. Zanimivo. Mislim, sem nikoli nisem s tem tako srečala, pa tudi iskreno, ne se čudno slišati, pač vsak ima rad svoje. Pač meni je ful bolj prijetno pač delati to, kot prejemati pač oralen seks, pa ne da bi bilo slabo ali pa kaj, sam po moje pač samo mindset Ja, mogoče. drugačen. Tako da meni je to ful tako, tudi če bi mi pač rekel, jaz ne bom bi bila jaz tako, whatever. Pač I don't care. Če pa želiš, je pa drugo. Ne tako veden, ampak da bi ti pa nasplošno tako nasplošno rekel, jaz tega ne delam, pričakujem pa, da ti meni, ne skozi, ampak pričakujem, da ti meni daješ blowjob, ne bom pa jaz izvajal kakršnega koli oralnega seksa na tebi, meni je to red flag. Pač pa tudi ti ne moreš pričakovati blowjoba. Ja, ne moreš, mislim, lahko, v bistvu je po mojem ful drugače, kako ti formuliraš to, zato ker bili so tudi, ne vem, dogodki, kjer so fantje imeli ful slabo izkušnjo z pač tem, ampak drugo je, da ti reče, jaz pričakujem blowjob, jaz v tebi ne bom nič, ampak če ti pa reče, jaz sem imel ful slabo izkušnjo, meni do tega pač bi pa vseeno želel, pa lahko naprej razvijaš pogovor, kakor da pač pride z nekim attitudom. Ampak to je zdaj mišljeno, jaz to gledam iz tega, vseeno smo še recimo mi dost mladi, se mi zdi, pa pač ne vem, iz leta v leto imaš več izkušenj, no. Lahko tudi rečem pač bolj pri neizkušenih, če se primerjamo z nekom, ki je, ne vem, pa 50 let star, pa ne, primer, ne. In v glavnem, pač da, ker se mi zdi, da ima dost fantov, ki so, ne vem, stari tako od 17 pa do, ne vem, 22, tam macho mentality ali pa fuckboy mentality, kakor punca bo meni dala vse, jaz pa pač ne imam nič. A veš v tem smislu? Ja, pač da je res že predpostavka, pač ne vem, da je tak attitude, to se strinjam, pač da je taka, ne, da ni okej pač na ta način. Tako no, to je za mene red flag. Kaj pa je nekaj, ki bi te recimo, ki te pač pozitivno preseneti? Na splošno najprej to, da pač v odnosu fant ne pritiska za seks, da pač nimaš občutka, naprimer, in na začetku, da če noš mu hitro dala, da pač bo našel drugo, ne, in pol, ko si v odnosu, da pač je seks nekaj, kar če pa nota, ne vem, 4-krat na teden, bo pa isto spet našel drugo. Ne vem, to. Se pravi, da pač... Ja, da je razumljiv. Razumljiv. Ja. Pač da ni tako, da se ne počutiš, če pa zdaj ti ne boš, ne vem, kar pač itak pridejo pol, ko si enkrat že dolg časa skupaj obdobja, ko pač si bolj zaposlen ali pa ko si manj zaposlen, ali pa pač enkrat ti bolj sede, drugič ti manj sede in da pač... je partner razumen. Ja, je partner razumen in no, vse iz obe dveh strani verjamem, da pač to funkcionira, da ni zdaj sploh občutka pri tistem strahu, ker se mi zdi, da to so nam ženskam tudi velikrat ukoreninili v možgane že prav, če mu nož dala, si bo pa pač druge poiskal. V tem smislu, ne, da pač ni tega mentalitija. To se mi zdi, da je bilo včasih res tako. Ja. Ne, zakoreninjen v nas. Jaz sem glede tega zmer tako, pač iz obeh strani mora biti komunikacija. Pač tudi če ti, ne bom rekla, ful se nočem izraziti, da bi narobe izpadali, ampak tako, tudi če imaš ti neke razloge, zakaj ti ni do tega, pač ne smeš, ni fair do partnerja, da pač ti samo odklanjaš v smislu pač ne dam. Mislim, se ne govoriš tega v faco, ampak tako, da če imaš ti pri sebi neko težavo, da ti ne paše in tako, da je prav do partnerja, da pač skomuniciraš to, ker se pri moških isto lahko dogaja kot ženskam, da pač začneš razmišljati, kaj sem naredil narobe, pač, a veš, lahko je tudi iz tega vidika, tako da pač se mi zdi, da je ful pomembno, da smo odprti. Ja, pa kakor si rekla, pač ne vem, ena pozitivna ful stvar pri meni, kar pač mene pritegne pri človeku, je pač to, da z mano hoče komunicirati o samem pač seksu, spolnosti, ne. Da ni zdaj samo tako, ok, opravva zdaj to, pa se nova pogovarjala o tem do naslednjič. Pač to je moja potreba, da jo zadovoljiti, ampak da je dejansko pač neka povezanost. Ja.
Se pravi, bi rekla, da si bolj tako, da povezuješ seks in ljubezen in čustva in to. Ja. 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 Mislim, valjda zdaj sploh, ko imam pač partnerja, ja, itak. Ti je. Kaj ti je pa tako najbolj underrated pa overrated stvar pri seksu? Ne neka stvar. Recimo, zame je najbolj underrated stvar pri seksu, no najbolj, ampak tako from the top of my head, recimo lubrikant. Pač ker dosti ljudi misli, se tega itak ne rabimo, ali pa jaz sem pa, ne vem, mlada in sem dovolj vlažna in tega ne potrebujem, ampak pač tudi če imaš, a ne, dokler ne probaš, pač ko vidiš, da je res lahko bolj fajn s tem, a ne, tako na ta način. Ok, kaj pa, čekaj, to je najbolj underrated s tebe, kaj pa ti je najbolj overrated? Ne vem, nisem še razmišljala. Sem tako, bom jaz to vprašala, zdaj mi bo. Najbolj underrated stvar. Se lahko je tudi kakšen dotik, ne vem. Zdaj si mi tukaj položila to v usta, drugače jaz. A zdaj gledamo seks brez igračk ali z igračkami? Kukorkoli. Zaradi tega, ker tako, če gledamo recimo nekaj, smo glih pri svetu užitka, ne, če je seks z igračkami, jaz mislim, da so igračke drugače tako underrated, ampak zaradi tega, sploh ne vem, če je to pravi pomen, zaradi tega, ker, kaj sem zdaj hotela reči? Igračke so underrated. Igračke so underrated, zaradi tega, ne, sam vidiš, ni prav, da so ni pravi pomen tega, da so underrated, kar jaz hočem povedati. Hotela sem reči, da pač jih veliko ljudi pač sploh noče uporabiti, ker ima nek strah, da bi zamenjale človeka, kar ne morejo narediti. No, se lahko to, ja. Saj ne vem, če to mislimo pa kakor, da so underrated. Ja, lahko so underrated, kakor pač v smislu, da so jim, da bi bile pa... Vidiš, ni pravi pomen, kakor. Jaz sem sam mislila pač, da... Lahko so underrated, kakor pač se itak, da so kao brez veze. Ja, to pa so tudi lahko. Čak, bom našla en boljši primer za underrated. Cross that. Pusti, cross that. Meni se zdi, da je underrated, če to govorim za sebe. Ja, lahko za sebe. Jaz bi rekla, ker to je spet specifično pri vsakem človeku, ampak jaz bi rekla, če izhajam iz sebe, pa na splošno, kar se mi zdi underrated, je pač celotna predigra v svetu. Naprimer, meni se to zdi ful pomemben, ampak zdi se mi, da se to na splošno, ko se pogovarjam z ljudmi, ne izvaja dosti. Ne izvaja dosti. Kaj je to? Evo, če sem zdaj prav razumela to. Si. Bravo. Bravo, Gajču. Ne, ja, to bi jaz rekla. Predigra sama. No, to je bilo recimo pri meni, ko sem prej govorila pač za ta prvospolni odnos, da v bistvu je bila ta del pred pač ful pomemben. Pa tudi je, sploh za ženske je pač že cel ta odnos, ki ga dobivaš od partnerja, lahko zate ful predigra. Ja. Pač tako, a ne? Pač jaz recimo opazim ful razliko, pa sej ja, ampak je razlika, naprimer, če imaš ti ful časa ali pa če si ti ful mudi, ne. Zdaj spet razlika, kakšne volje si ti te čas, ne. Ampak ja, pač definitivno, ko imaš več časa, ne vem, se mi zdi, da pač lahko bolj uživaš in je na koncu pa itak boljši seks. Če imaš že več časa prej. Pa se odražaš. Ja, naprimer, ne. Ali pa če si ful stres, pa rabiš dlje časa, da se sprostiš. Naprimer, ker včasih pač vse to se lahko vsi poistovetijo s tem, ženske in moški, po mojem. Ne vem, če imaš ti nek naporen dan v službi, ne, ali pa če čisto posplošimo, pač moraš tudi najprej, ko prideš domov, malo zadihati, šele pol lahko ti, ne vem, se res sprostiš, pa greš zdaj, ne vem, igrati družabno igro, izmišljujem si. Isto tako, če pač si ti neki ful v glavi še razmišljaš, ne, rabiš ti pač naprej zadihati, preden se lahko res sprostiš, ne. To sem imela tudi en podcast z Evo Požar, ona je pa ful razlagala o čuječnosti, oziroma bolj poznan izraz je, ker je ful popularno zdaj, je mindfulness, a ne. In pač kako to v spolnost prenesti, po moje tudi predigrati le dosti pomaga, se pravi, fora je, da si pač ti res prisoten, da nisi zdaj ti z glavo pa enih problemih, ker pol se ne moreš sploh, mislim, ne moreš, I guess, da pač vse greš lahko čez ta akt, ampak ni isto, kakor pač če si ti z glavo prisoten. Definitivno ni, ja. Okej. Zdaj pa povej najbolj overrated stvar. Zdaj bi jaz mogla še razmišljati zraven.
Tako, zakaj sem te zdaj spomnila na to? Ja, tako, we were past that. Overrated. Ne vem. Jaz se same underrated spomnim. Zašto se overrated? Jaz je nimam, po mojem. Ne. Napišite, če se spomnite. Ja, kaj. pač ne morem se jaz spomniti zdaj le trenutno. Ja, nič hudega. Pač imava tako dober seks, da pač ni Ja. nič overrated. Ja, tako je. Vsak trenutek je precious. Tako je. Tako, evo, vidiš, ja. A si imela z igračko kdaj kakšen fail moment? Pač ni bil toliko fail moment. Pač ni bilo zdaj tako, da bi mi bilo awkward ali pa pač. V glavnem, nočem se zdaj preveč razkrinkati. Ne, no, pač ni... Se ne rabiš odgovoriti, če ne želiš. Ne, sej, pač nič ni takega, samo pač nočem tako, da bi jaz... Ok, glavno. No, pač enkrat sem naročila ene igračke, preden sva se odpravila na dopust, ne, zaradi tega, ker pač še nisva živela sama in ker ne živiš sam, pač... valjda, ne moreš... bolj omejen s določenimi Ja, pač ne stvarmi. moreš toliko se sprostiti in tako. V glavnem in sva glih šla na dopust in sem bila tako, oh my god, yes, dobila sem ta paket. Od Sveta užitka, valjda. V glavnem in pač jaz tako hitro tisto škatlo odprem in hitro vržem te igračke v kufer in vržem vse ostalo stran, da ja ne bi kdo videl slučajno, da pač sem jaz to naročila, da sem zraven vrgla stran tudi polnilce. In potem pač prideva na dopust in se odločiva, da zdaj bova pa midva to sprobala in pač glih, ko midva to začneva dobro probavati in je obema ful fajn, pač igračka crkne. Ja, tako da to je bilo dosti bad. Pri meni je bilo to tako, mislim, da bi imela nek ful tako fail moment z igračko, ne. Pač ni bil zdaj tako uno fail, ampak tako je bil, prav tako sem bila. Ja, tako lesed. Jaz sem imela isto, pač ta fail, tako, ko si že bliz, in pol crkne. In pa si tako, vse nič hudega, imam kakšno drugo, ampak ko se ti zgodi to par treh zaporednih igračk, ker so vse napolnjene premalo, obviously, si pol playing acoustic, a ne pa si pol kar tako malo razdražen, te že kar malo mine, ampak ja. Zato je bil tudi moja supermoč je bila pač, ne moja, od enega drugega je bila ful dobro vna supermoč. Da ne rabiš polniti. Da ne rabiš polniti, ja. Ta mi je bila tako fajn. Jaz upam, da te nisem še preveč utrudila. Ne, ok, cool, se imaš dobro. Ja, super se imam. Upam, da tudi ti. Jaz sem se tako ful veselila, da prideš. Če bi sestavila zdaj en svoj prvi komplet, ki se še ni srečal z igračkami, kaj bi dala not? Vidiš, to vprašanje je bilo meni poslano vnaprej in mi je zelo žal, da se nisem na njega pripravila. Nič hudega. Definitivno... Se lahko tudi kakšni tako pripomočki. Ja, čakaj, to si mi že rekla, eno mora biti Sveta užitka, ostalo 200 pa lahko karkoli. A je tako? Mislim, ena mora biti kakor igračka. Ne, tle so sami igračke. Aha, sami igračke. Tle so sami igračke. Tisto bova pol, ja. A ja? Ja. Aha, ok, štekam, jaz sem že bila pri unom. V glavnem, jaz bi... jaz vem, da imate vi na spletni strani pač te že sestavljene komplete za začetnike, za pare. In to pač je bila tudi moja prva izkušnja, pol, ko sem se pa enkrat bila dosti opogumila, pa se pač z fantom pogovorila o tem. Noben od naju pač ni še zares nobene izkušnje imel s tem, razen pač tega enega vibratorja, ki sem rekla, da sem ga jaz prej naročila, pač pred tem enkrat. In sva šla na spletno stran in sva si pač naročila en ta paketek in sva pač pol to testirala skupaj, da sva pač videla, kaj nama je všeč, kaj nama ni in sva pol iz tega izhajala, tako da jaz bi rekla, da pač če kot par kupuješ en ta kompletek, če kot posameznik, jaz lahko itak valjda za žensko govorim, bi pa sam pač en vibrator, ki tebi zgleda tako, da ti zgleda dobro. Da gledaš mogoče tako pač, da ti je, ne vem, všeč Ne vem, dizajn, da ti je, pa ja, tako. všeč dizajn, ali pa da ti je cute, ali pa da so ti všeč funkcije, pač, ja, ne da si naročiš, ne vem.
pa si pol kaj naj s tem delam. Pač nekaj, kar ti je tako cute, da ti no Da ti bed vsaj- uporabljati. da ti izgleda pač Ja. lepo, Ja. da bi bil to izraz, pa da si tako. Ja, da ti je tako cute. To je cool. To bi jaz rekla. To je cool na svet. To za pare res. Drugače ti za pare paketki so full fine, ker imajo tako več različnih stvari noter. Ja. Tako da mislim, da so tudi luštkani. Ja. To je res. A je bila kakšna stvar pri tebi tako game changer glede spolnosti? Recimo, ne vem, da nisi pričakovala, da ti bo všeč ali pa da si bila ful pozitivno presenečena. Pač največji game changer pri meni je bil pol to, ko sem se jaz pač dejansko upala s fantom začeti pogovarjati o spolnosti, vse to sem že po mojem rekla. In pol, ko itak začneš pač raziskovati stvari, pač tako je, kar sem jaz ugotovila, da ko si ti enkrat s partnerjem, kar je mene presenetilo, naprimer, ko si ti enkrat s partnerjem, ko se res razumeš, da ti postanejo všeč tudi stvari, ki pa mogoče se ti prej bila ali pa ne, ali pa jih prej mogoče nisi razumel, zakaj bi jih kdo delal. Tako da to. Jaz mislim, da največji game changer je bil to, da sem jaz našla pravega partnerja. Ja. Tako. Pa samozavest, da lahko govoriš o Ja, tem. pa samozavest, da lahko govoriš o tem. Ampak je res, ja, pač tudi če recimo si ti je cool v tem govoriti, oziroma pač ti ni problem, pa če imaš na drugi strani, ne vem, nekoga, ki je kastena, pa težko, a ne. Ja, itak. Pač morata nekak skupni jezik najti. Ja. Pa se to ni zdaj tako, ne vem, pač itak se moraš tudi potruditi za to. Vse, ko ti prvič govoriš o tem, pa naprimer pač mogoče ti prvič pristopiš do partnerja, pa tudi on prvič govori o tem, ni zato, da so ta vidva kar usedla, pa pač imela najboljši pogovor v življenju. Ne, valjda na začetku obema malo bed, sem pač, če sta oba dva se pripravljala, ne, zbližati nekako, pa bo vedno lažje. Meni je bilo ful zabavno, ker je razlagala ona iz Lunine vile, sicer ti si bil podcast, kako pač za starše pa otroke pa tako, a ne. Ampak je rekla, čakaj so oni že imeli, lih zaradi tega, ker je dostkrat pač staršem neprijeten govoriti, ampak recimo pač, ali pa partnerjem drug z drugim, pač tudi odraslim, a ne. Je rekla, da prvo pač itak se moraš, da se morata partnerja in tako, ampak oni so imeli na faksu ali kje že eno vajo, kjer so se mogli postaviti pred ogledalo in so mogli, ne vem, v špegu pač tako, da so se gledati 100-krat reči penis ali nekaj takega. Pač eno tako besedo, ki je pač malo bolj eksplicitna, pa pač spolno vezana. In rekla, da se na začetku se itak pač tako ful smotan počutiš, ampak da pol ti je bilo pa že tako. Ja, se to je. Pač počasi začneš, pa ti je pa matko. Ok, zdaj pa lahko greva na tiste igre, ki sem ti omenila. Okay. Se nimam nič takega. Okay. Če pa nočeš povedati, zakaj bi se odločila, pa pač reči, ne bom ti povedala. Okay. Ne sprašujem. To se ne sprašuje. Jaz ti bom povedala pač neko situacijo in ti boš rekla, če bi poskusila to ali pa ne. Okay. Pa ni nič tako, ni analen seks. Okay. Tega te ne bom vprašala. Okay. Blindfold med seksom. Ja. Ja. Igračka pod tušem. Ja, ampak če pač, da me ne stresa, ne, da ne umrem. Voda odporna. Te novejše so že. Dirty talk v inboxu. Pač, to je meni tako malo. Sam pač je res, da jaz sem 24/7 skupaj z svojim fantom, ne, in pač nisva nikoli zares narazen. Tako da verjamem, da če bi bila pač nek long distance, oziroma da bi imela neko obdobje, ki bi bila več časa narazen, da bi pač si pol tudi tipkala. Da bi se pol tudi tipkala. Ja, okay. Trenutno, ko sem tako z njim skupaj, pač ne rabi zdaj od mene dobiti SMS-a, ko me 2 ure ni doma. Mislim nate. With my vagina. Dej mi mir, vsaj te 2 uri, respectfully. Roleplay v stilu študentka in profesor. Če boš rekla ne, me zanima, kje roleplay pa ja. Če želiš povedati. I don't know, pač, I guess, da, pač lej, če bi prišel moj partner do mene s to željo, bi pač probala, pač nimam zadržkov, ampak da bi pa zdaj rekla, to je na moji wish listi, v tem trenutku pa... Ampak bi pa poskusila pač, če bi ti predlagala. Ja, why not? Ok, cool. Seks brez poljubljanja. S partnerjem, recimo, če sebe shajaš le. Pač
ne bi bil moj najljubši, ampak če bi bilo tako pravilo, bi tudi. Ja. Jaz doskrat brez Eva, če. Ja. Tako pa ni nič awkward. Pač mi, da ampak sva sem itak... hotela razmisliti, če brez. I don't know, I guess, da se je že kdaj zgodilo, ne vem če, ampak ne vem. Jaz imam po ljubljanju ful tak problem, da ful mi je luštan, ampak zato, ker moj dragi se zelo dobro ljubčka in ima izredno prijetne ustnice, ampak jaz sem tako, fuck, kaj pa če imam kakšen čuden okus v ustih, ali pa kaj tazga, ful imam ta... Fuck, ful razmišljaš o tem? Ja, ful overthinkaš? Ja, preveč. preveč. Hvala Bogu, ne. Ja, jaz imam te vzgibe take zanimive. Seks z nekom, ki bere poezijo za predigro. Da je poezija, branje poezije za predigro. Mogoče je pol romantičen. A je to smatrano za romantiko? Pač ne vem. Ja bi poskusila. Mislim, da ne. Bi ti začel bratami. Ne bi vzburilo. Ne bi. Mislim, Še kakšnega ful depresivnega. Mislim, da ne bi. Zdaj pač pravim, spet zdaj, kakor sem spet rekla, če bi si to moj partner ful želel v redu, ne vem, če bi ga imala resno. Ja, bi počakala, da mine in bi bila tako, kaj dej. A si prebral? Ja. Greva zdaj. Ne vem. To mislim, da ne bi šlo skozi, iskreno. Na dolgi rok zihar ne. Ok, bi probala enkrat, ampak pač, da bi pa to mogla skozi, pa mislim, da to ne bi šlo. Ok. Kaj pa seks na prvem zmenku? Pa ne mislim tako, recimo, da si ti z nekom dlje časa prijateljica, pa pol pač gresta, ampak da pač res nekoga, da gresta res na prvi zmenk. Pač lej, jaz tega ne obsojam in če se počutiš, da je taka kemija ali pa ne vem, če tip ful dobro izgleda, zdaj ne vem, da sem jaz tam nekje v Španiji, pa vidim enega Španca, pa mi je ful hud, pa sem samska, pa pač ga nom nikoli več v lifeu videla, why not, lej, pač izkoristi, go for it. Če se tako počutiš, da kaj pa ne. Pač bi poskusila, pač ampak odvisno od situacije. Pač nimam zdaj jaz takih zadržkov, da bi bila tako, oh my god, kjera... Nočem tega sploh reči, ker so to ful grde besede. Pač, če se tako počutiš, nared. Ja, zakaj ne? Jaz recimo ne bi mogla, ampak zato, ker ne maram čink. Ok. To je pa druga stvar. Če mi je, zakaj pa ne? Jaz po mojem sploh ne vem, če prišla do tega, da bi šla na kak zmenk še. Ful zahojena slišati, ampak ne, tako pač. Ja. Ok. To je to od, če bi poskusila ali ne, lahko tudi mene vprašaš, kaj če te zanima, če bi jaz poskusila. Ja, da bi zdaj nazaj ta list, zdaj bom jaz tebe izprašala vse. Ok, sam tega sem moram prečrtati, ker ni imel smisla. Zato, ker... Zdaj se pa ti usedi na vroči stol. Čakaj, ti bom označila, od kje je bilo. Pa tega te tudi nisem vprašala. Bom jih probala malo spremeniti. Lahko bom ti označila, kje je to. Da boš videla, kako se jaz počutam. Tukaj na tem stolu. Vroči stol. A ni bilo to na zmenkarijah? Da si zavezana med seksom. Ne, da si blindfold, da si čist zvezana. Ja. Ok. To smo že prej enkrat zvedeli. Na splošno seks pod tušem. Ja, mislim, sem že, pa bilo je bolj iz nuje, kakor pa da bi bilo kaj. Mislim, meni se to zdi ful nefunkcionalno. Meni se zdi ful nevarno. In pač vi morate razumeti, jaz imam ogromnega fanta. V glavnem, ja, jaz imam pač ogromnega fanta in če tuš kabina res ni ful velika, pač midva se niti skup ne morava tuširati, kaj še veda, kakršne koli aktivnosti izvajava tam. Ampak jaz tebe sprašujem, kaj tiho bodi. V glavnem, seks pod tušem. Tudi moj partner je velik, moram zdaj hitro prestaviti šaličko. Ja, seveda. Če je velik tuš. Mi dva imava doma zdaj tuška se zapre, tako da ne greva dva noter sploh. Ja, ampak če bi bil Če bi bil velik tuš. Bolj iznuje, kakor bi pa to si želela. Ker je tudi, a veš, jaz sem majhna, on je velik in bolj, pač bolj, kaj naj lahko to stoje delaš, a ne. Dirty talk v inboxu. Ja, ampak bolj tako, ne vem, da se dražeš čez dan, pa da ne vem, kakšno sliko pošleš ali pa kaj. Ne pa tako, da bi... Prav phone sex bil. Ja, prav phone sex. Pač to mi je tako... Isto pač, če bi bil long distance. Ampak tako, da se pa malo dražeš čez dan, to mi je pa cool. Roleplay v stilu
policaj, ki te je ujel med prehitro vožnjo. Mene bi me ujel za to, mogoče bi me res, ja. Ja, sure, why not? Oh no, officer, oh no. A se How lahko can I drugače repay you? zmeniva? Ali pa ko sem le šel, da nimaš za najemnino, veš, pa prije najemodajalec. Seks brez poljubljanja, to smo že zvedeli. Kaj pa seks z ful poljubljanja? Tudi v redu. Mislim, ja, Če imaš prej mentol. če imam prej mentol, ja. Ali pa da sem malo pijana, takrat je pa malo vseeno. Seks z nekom, ki, dajmo reči, poje Balkan musko pred seksom za predigro. Balkan musko, a tako to... Recimo vojaža. Ali pa- Kaj je to? Pač ta moderne Balkan A ja, pevce. ne tako parni Ne, valjak ali ne, pa kaj, ker ta če bi meni moderne začel Balkan. parni valjak pet, bi bila kar tako s kakšnim takim Ne, nizkim bas glasom. Bi Ne, bila tako. Ne, ampak to- te ta moderne. Ne. Ne Ne, šla skozi. ne, sploh če bi bila v istem... Ne bi bila na isti valovni. Ne. In še seks na prvem zmenku, to sem nam pa že povedala. Ja. A imaš pravilo, po kolikih zmenkih lahko seksaš? Po Ne. kolikih zmenkih se ti zdi sprejemljivo? Ne, nimam tega pravila, ker se mi zdi, da pač itak čisto... Zdaj sem imela en podcast, kjer sem nisem jih obsežna, ampak razlagala sem pač o one night standih, ker sem pač v bistvu malo delala na podlagi mnenj ljudi, pač kakšen, ali pa pač bile so tudi dejansko raziskave na te stvari, kdaj ponavadi obžaluje in tako, in sem bila tako čist indiferentna do tega. Ja. Pač meni je to tako, če ti čutiš, da pač delaš to, ampak mi je bilo pa ful žalosten to, da dosti ljudi vseeno to dela, zato ker čuti nek pritisk od družbe. Ja, ja. Drugače mi je pa tako, če delaš to varno pa s konsentom, Lej, pa da koga ne prizadaneš, pač mi je tako čist. deli, kakor sam čutiš. Ne? Tako, ja. Najbolj. Pač me je moralen kompas pa kondom, I guess. Ja. Tako pač. Ok. Zdaj ti bom jaz povedala 3 stvari, eno moraš izločiti, pa poveš zakaj. Okay. Mislim, stvari pač 3 zadeve. Poljubljanje, oralni seks ali pa handjob. Kaj si rekla handjob? Ja, to je pač z rokami. Ja, nisem hand, ja. razumela. Se pravi nekaj, da se ne bo nikoli več dogajalo tako. Pač eno stvar od teh Da izločiš. je nočem. Recimo, da je nočeš ali pa kaj ti je najmanj ljuba. Ja, Da ti je handjob. handjob. Ja, Ja, to ti je najmanj ljuba. ja. Okay. Vibrator, lubrikant ali zelo, zelo mehka odeja. Zelo, zelo mehka odeja. Odeja. Si imam lahko tudi malo bolj trdo odejo. I guess, da odeja, zaradi tega, ker, ne vem, si imaš tudi posteljo, pol še, ali nekaj, da pa bila tako, pač, da moram na tleh spati, bi pa verjetno pač pol izločila lubrikant. Lubrikant. Vidiš, jaz sem ful preveč overthinker za take situacije, ker pol ne vem, v kaj me boš postavila. A sem jaz zdaj samska, ali imam fanta, ali moram spati na deki, ali imam doma posteljo, ali imam cement, ne vem. Tako da je. Kako cute. Prvo je cute, zato kaj si isto tako take stvari razmišljam, in pa mi je malo manj grozno, da razmišljam tako. Kaj pa, če je mislila ona drugače, kaj če sem zdaj narobe odgovorila? Tako, Gaja, si zapomnila, to gre v kartoteko zdaj. Ok, naslednje 3 stvari so seksi perilo, iskren pogovor ali spontan trenutek. Fuck. Seksi perilo. Jaz bi tudi seksi perilo dala ven. To Ker je je pač tako, najmanj tako. sexy enough. Ja, najmanj tako, da pač bi zares pogrešala, če bi na dolgi rok. Ja. iskala. Dolg uvod, hiter zaključek ali počasna igra. I don't know. Počasna igra. Počasna igra. Ja. Jaz bi tudi po moje to Ja. dala ven. Ja.
Ker dolg uvod se lahko prevede v dolgo predigro, Ja, hiter ja. zaključek, ne, to mi je čist fino, zato ker quickie, jaz sem ful za quickie. Ja, I počasna love them. igra me pa spomni na šah, to pa ne maram. Dotik, vonj ali pogled. Oh, Pa ne, to ne pomeni tako, da... Upam, da boste to bipali. Pa to ni mišljeno tako, da ne boš nikdar več vonjala, ampak Okej. tako recimo v situaciji, da si s partnerjem, pač kaj od tega ti je najmanj tako pomemben, recimo. A ti je ful pomemben, da se med seksom gledata, ali ti je njegov vonj pač ful blizu, ali to pač tako dotikanje v smislu pač božanja. Tako. Pač, jaz bi drugače rekla na prvo žogo vonj, ampak polk pa bolj, ko razmišljam, pa zdaj ugotavljam, da pač, Vonj je ful pomemben. ja, ful me ne vem, kak parfum ali pa kaj spomni na kako situacijo, ki jo nočem pozabiti. Pri partnerjih je pa Ampak tako vseeno hočem gledati feromoni. Andreja. Ja. Jaz pa ful nisem tako, enim je ful ta eye contact med spolnim Ja, odnosom. odvisen, Jaz kakšno pa to- pozo imaš, ne. A Ja. to je sam za spolni odnos, mislim. Deva reči, ja, da bo lažje. Ne Da se vem, boš kaj bi lažje še odločila. rekla vonj. Ja. Ja, še sam bi rekla vonj. Tudi zdaj, Meni ko je sem pa to razmišljala. tako najbolj pomemben. Ne vem, sploh. vzemi, čeprav bomo videli po zimi, ker ne imela vonja, bomo videli. Feromone. I don't know. Samo zadovoljevanje, seks v dvoje, pač v troje, mišljam, se pravi ti pa še dve osebi. Ne to vrš stran, to ne rabim. Skupna kopel. Ne, seks v Trojček, troje. trojček. Ampak to sam spet, da nekdo misli, da obsojam. Ampak sam pač jaz v tej situaciji, ker sem trenutno tega ne bi v lifeu probala. Jaz tudi ne bi, po moje ne bi mogla. Jaz vem, da ne bi mogla za sebe, spet, da bi bila jaz zdaj samska, mogoče bi bila dosti radovedna, da bi probala, ne vem, ampak trenutno pa no go. Meni tudi Jaz tudi sem to- preveč ljubosumna oseba. Meni tudi to ni, pač da tam nekoga. Mislim, ful mi ni mi tako nič to sporno, pač, ker eni se Ja. odločajo za to, pač mi je čisto tako pač, Ampak Random, moje možgani tega ne pa sprečijo. tako, kot si rekla, če bi bila samska, pa če ne bi imela jaz teh tako pač zadržkov pač s temi, pač, Ja. pač jaz, pa meni ni problem tako se objemati ali pa dotikati, Ja, nisem ja. tako na ta način, ampak tako pač v spolnosti mi je Ja. tako pač preveč blizu mi je to tako, a ne pač, ampak tako, če bi lahko, ja, pač da nimaš neki ful tako čustvene naveze. Ja, sam na tak način Ja. bi jaz lahko. Da bi Jaz pa tudi. pač nekdo, ki ga imam rada, plus še nekdo, to pa pri meni ne bi šlo. Ja. Nope. Tako da to je bilo težko. Spontanost, rutina ali eksperimentiranje. Da bo pač splošno mišljeno. Jo, jaz obožujem svoje rutine, tako da to sicer ne. I guess, da bi dala ven spontanost. Jaz tudi, Ja, po spontanost. moje. Ja. Ali pa eksperimentiranje zihar ne bi dala ven. Ja. Čeprav rutina je pa pri meni tako, pač ful mi je fajn, ampak ful se jo težko držim. Jaz tudi, ampak ko se je pa enkrat je, pa je nočem nikoli se ne držati več. Pol pa grem, ne vem, nekam za 3 dni, pa sem pa tako, Ja. kaj čum. Sama na To se je jezna. res. Okay, zdaj pa imava paketek za Zdaj prijateljico. smo pri tem paketu. Ja, ko vključiš pač 3 stvari, lahko tudi kakšna več, pač Ja. ne bom huda. A je samska ali ni? Prvič stopa v svet spolnosti, tako da lahko pa 2 paketa narediš, za samsko in za s partnerjem. okej. Se pravi, pač dve stvari morata biti užitkarski, ne užitkarski v smislu pač iz naše trgovine, ampak nekaj, ob čemer pač uživaš, lahko je to tudi, ne vem, glasba. Ampak ja, pač ena od teh stvari pa je bolj fajn, da je pač nekaj v smislu za spolnost. Ta tretja je pa pač neka random vsakdanja stvar. Se pravi, eno, ki ti prinese spolno neko zadovoljstvo, eno, ki ti prinese pač splošno zadovoljstvo, pa da mogoče je dobra v kombinaciji s tem, pa pol še ta tretja stvar, ki pa še zraven. Ja, jaz bi rekla za prijateljico, ki je samska, bi pač definitivno dala nek vibrator. Zdaj, če gledam
poseb trenutno moj najljubši bi dala flamingota. Ne vem pa, če bi to bila izbira za moj prvi vibrator, iskreno. Ja. Ampak ja, recimo... Čeprav jajčke imajo, to je pač kot jajček. Jajčke imajo drugače pač vse je dosti radi. ful je nice. Sam mogoče, saj ni zakompliciran, sam pač toliko nastavitev ima včasih, da si tako malo overwhelmed, sam zato ne vem, če bi bil pač za uvod. Ja. Mogoče kaj bolj, mogoče, če se spet vrnem na to, da je spet nekaj malo bolj cute in tako, da te ne prestraši, mogoče unicorn ali pa rožica, mogoče kaj takega. Ja. Ti so sploh fajn, ker so lahko še za zunanjo stimulacijo, je rožica namenjena, kar pač dosti manjka. Mogoče to, recimo to, ja. Potem bi eno knjigo. Eno knjigo? Še dark romance. Ne, da se eno malo... knjigo, 50 Shades of Grey. Eno knjigo, kjerokoli bi pač bila njej, to pa zato, bom jaz zdaj to razložila. Zaradi tega, ker pač, da naprimer ima to igračko, da jo pomiri oziroma poteši na en način, ampak potem, če pa more sama zaspati, naprimer, ne, pa jaz ful rada preberem par strani knjige, da me še tako umirijo v glavi in sprostijo in pa lažje zaspim, ker je to ful boljše kot scrollanje po telefonu, zato eno knjigo. Ta tretja stvar bi bil pa Stanley. Stanley Cup. Ja, Stanley Cup. To pa pač samo zato, ker se mora hidrirati čez dan. Dobra izbira. In zvečer jaz ne moram zaspati brez da imam. Ne vem, zakaj si skozi to sam zvečer razmišljam, kaj da lahko sam zvečer, ampak pač jaz si zdajle tako da se umirim, pa da se sprostim, da imaš pač eno veliko flašo vode zraven, ker brez tega jaz tudi ne morem zaspati ali pa karkoli delati, v bistvu ga imam vedno pri sebi. Stanley, ja. Ja, tudi danes v avtu me čaka, tako da. Ja. Danes sem se spomnila na te tvoje Stanleye, ki si jih ti ful lepo pripravila takrat. Jaz imam žal samo navadne kozarce. Lahko bi rekla, bi jih prinesla. Ja, vidiš, ja. No, glavno, ja, to bi bil paket za samsko prijateljca. Ja, vse cute. Meni se zdi ful dober paket to. Knjiga pa... To je na moji nočni v marci, minus Stanley. Ja, pač knjige pa igračke. Pa igračka, ja. Zdaj pa, če je pa prvič z partnerjem, kako jaz to dolgovezim. Pol bi pa dala bun za večerjo, ali pa, ja, bun za večerjo v eni restauraciji, ki je fancy, ampak ne preveč fancy. Recimo Cool House, meni tako vmes. Naprimer v Cool House. Že še nisem bila, aj dober. Ful, moraš iti. V glavnem, to je taka restauracija, se mi zdi, ki je tako, pač ni zdaj da greš nekaj na hitro pojesti, je vsem tako lahko romantična večerja, sam ni pa 10 hodni meni. Nekaj tako, pač nekaj tako vmes. To se pravi bunza v restauracijo, da greš najprej nekaj pojesti, ni treba, da je večerja, lahko je tudi čez dan. Pol bi pa dala en dober playlist. In pa, ja, nekaj, če res čist začenja, ta mogoče res lubrikant. Lubrikant. Ja. Ja, to je dobro. To je tudi meni všeč. Ja. To je dobra dva kompleta si sestavila. Hvala. Prosim. Ampak ne se preveč ne jest. Ja, da na od vsega tresenja. Zaspala. Ja. Tako glih prav. Glih prav, ja. Ampak se mi zdi, da to je tak dober uvod, da se pogovorita. Saj sem več razmislila najprej, da bi rekla kino ali pa pač neki film, ne, doma Netflix, ne. Ampak pa se nekako ne moreš tako gledati v oči pa pogovarjati, kar se mi zdi, da sploh ženska rabi, da se tako sprosti. To si dobro razmislila. Pa zelo hitro si to tako razmislila, medtem, ko si govorila. Vem, da imam podcast, da razmišljam vmes, ko govorim. Ok, mi da sva prišli nekako do konca. Ne, povej še, kak bi bil tvoj paket. Ja, moj paket. Za samsko prijateljco. Ja, isto bi dala pač, kar se tiče pač tako igračke nekaj za odzuni. Kaj manjšega. Unicorni so full cute, ampak mogoče bi se jaz vseeno odločila. Zdaj ful razmišljam, kaj bom doma. Vseeno za kakšno pač to zračno stimulacijo, ker so ful, tako kot ima ta pač rožica, ker se mi zdi, da ti lahko ful fajn naredi.
Ful časa je bil priljubljen tudi od Lelota, pač Lelo Sona, se ti lahko pokažem, kako izgleda. Oni imajo ful dober, ker je v bistvu eden od teh njihovih je cruise varianta, se pravi, ne glede na to, koliko ti prslonaš zraven, pač ne zgublja moči, ker se v bistvu odzove na ta pritisk, kaj daš, tako da te so dosti fajn, ampak ampak nekaj na to zračno zihar. Knjigo si ti rekla, jaz moram nekaj drugega pa reči, kaj knjigo, ano, da. Lahko rečeš tudi knjigo. Sem bolj počutila, da sem tako, omega, da je res dober paket. Ja, ne, knjiga je ful dobra, zato ker to imam tudi jaz zraven. Po mojem bi jaz vseeno vključila tisto mehko odejo, ko smo jo prej tako dičali. For comfort. Dora odejo, pejt stran. Odejo pa mogoče kakšen audiobook ali pa kakšno glasbo ali pa nekaj tako. Tako da bi recimo vse naenkrat lahko. A veš, da ni tako zaporedoma, ti si imela tako zaporedoma, ampak da je vse tako, pač da je cozy, pa da si naredi. Ja, tako wholesome. Za par bi dala pa kakšno masažno olje, ker ena masažna olja imamo taka, da se lahko uporablja tudi kot lubrikant. Tista so ful fajn, mislim, da je od Body Glissa, pa da jih imam jaz tudi sam, jaz jih uporabljam samo za masažna olja in so ful fajn, ker imajo tako, imajo von, ampak ni ono, a veš, da te vduši. Tist, pa mogoče pol kakšne te svečke, tako za okrog pržgati svečke, pa tudi kakšno glasbo. Ja, kaj tako. Super, jaz pa drugače kar podoben. Podoben, ja. Da je tako pač. Če si pa že dolg skup s partnerjem, pa bi pa mogoče, ali pa da veš, kaj drugemu paše, ali pa da veš, kink je drug od drugega, pa bi pa mogoče kaj v to smer šla sam. To je bilo za začetnike. To je pa zelo specifično. To je bil ta starter pack. Tako, piše prvič stopal v svet spolnosti, tako da starter pack, ja. Tle sem imela napisan kot primer tudi, ne vem, nekaj dejansko je bila voda zraven. Ali pa kakšni te čokoladni musi, pa to. Da sem imela taki. Sem to lahko. Razmišljala o hrani najprej, pa sem imela pa tako, voda je bolj pomembna. Stay hydrated. Ko zašvicaš, a veš, pa rabeš. Ja, mislim, da smo nekako prišli do konca. Imava še kaj takega za obdelati, da ne. Jaz mislim, da sem se kar razgovorila. Ful si se lepo sva se razgovorili. Kaj je Jurek? Ful podaljšala epizodo, kakor je bilo mišljeno. Spit le zraven, zdaj bi bil ful na high. Gaja, daj nam en odgovor. Odgovor z ja ali ne. Ok, bom. Sam bom povedala 5 različnih scenarijev. A je kaj, kar bi tako želela, ne vem, sporočiti mlajšim generacijam glede spolnosti ali pa dati kakšno zaključno misel svojo? Rekla bi sam to še enkrat, mogoče sem ponovila, da poslušajte sebe in naj vam ne bo neroden se postaviti za sebe. V kakršnem koli smislu že pač to vzamete in da se poslušate. Ja. Kakorkoli je to mišljeno, v vseh situacijah lahko to aplicirate. Super. Ja. Tako. Gaja, hvala, ker si prišla. Najlepša hvala, ker si me povabila. Meni je bilo ful fajn. Ja, meni tudi. Lepo se je razvil pogovor. Za vse ostale Gajo najdete na Instagramu Gaja Hribernik ali pa TikTok imaš isto Gaja Hribernik. Ja, se mi zdi. Ja. Poglejte vse njene epizode Pink Mesa prve sezone. Prosim. Tako da 15. junija prihaja druga sezona. 15. junij. Vse to je hmal. Ja, v bistvu. Pa hmal. Manjka en mesec. Tako da ja. To je pa to. Mi se pa slišimo v naslednji epizodi. Če vam je bilo všeč, thumbs up, komentar, bomo veseli. In to je to za danes. Goodbye.